sem pa tistega leta že najprej v Ljubljani prvič tekel polmaraton pod 21, kar se mi je zdelo super. Potem sem tekel polmaraton na 16, kar se mi je zdelo sploh pač takrat fantastično. In potem sem rekel, ok, na maraton pa zdaj, ne vem, grem samo, da grem uživati. Ponavadi zjutraj šel zgodaj v službo, potem za čas kosila sem šel še malo teč, pa potem skoraj sem nazaj in to se mi zdi, da me je v tekaškem smislu pač res izbrusilo. To soboto pred maratonom sem jaz skupaj z Litvanci v nekem baru gledal košarko, ko so oni igrali in so izgubili. Voda na Luni v bistvu ni več nobena skrivnost oziroma nobeno posebno odkritje, da je. In seveda New York pač se mi zdi največji, še vedno največji od maratonov, mogoče bi samo Boston mu dal ob bok, ne. In prvič me je tako malo plazila, drugič se mi je pa vrhnil zaletela v glavo, tako sem imel do krvi, pa malo se mi je tudi vrtel, ne. Spoštovani, dragi, v tem drugem vročinskem valu letošnjega poletja. No, zdaj, ko tole poslušate, boste rekli, v čem govori ta Roblek, vročinskega vala že ni več, ker to bo v četrtek, 23. julija na sporedu. Snema tole malo prej s cenjenim maratoncem, mojim starim znancem, doktorjem Boštjanom Jenčičem. Boštjan, živijo. Živijo, Marka. Kako si, Boštjan, si danes že tekel? Veš, da sem, danes sem pa že skar mogel iti, ne. Zdaj, tili moji gostje, da ste slišali spet že nekajkrat zapored, ne, zdaj kar zanalašč. Grejo laufati tisti dan, pa če tudi na silo, sam zaradi tega, ker vejo, da jih bom to vprašal. In jaz seveda, ker mi ni dal, da ne bi naprej na Stravo pogledal, sem tudi videl, da Jenčič opravil domačo nalogo. Kam si prišel? Sem videl, ja. Ja, dal sem ti kudos za to, da da je bilo vse jasno. Pa povej najenemu poslušalstvu in gledalstvu, kje si danes tekel? Ja, pa tukaj okoli mojega doma, itak, kaj dlje, zdaj zadnje čase ne zaidem, no. Zdaj so nam glih odprli nov most čez Savo, ki ga je odnesel v poplavah leta 23, tako da po 3 letih imamo spet precej več opcij za tek tukaj. Je bilo v bistvu kar malo monotono, ker je ta povezava je dejansko nam pomagala za precej drugih variacij, ki jih do zdaj nismo več imeli zadnje čase, no. A govorijo o tistem lesenem mostu? Tako je, bil je lesen, zdaj je malo težja konstrukcija, skoraj škoda, no. Prej je bil zelo lep, zdaj je pač tak, kot vsi. Je še vedno lep, no, da ne bo zvenelo nehvaležno, ampak ja, super, da je spet odprt. Se spomnim fotke starega mota, bil je še malo tako zaprt prekraja, ne, tako malo patos je imel, romantika se tam zganjala. Točno to, ja. Malo je bilo še pajčevin ob strani, tako da je bilo tisto, če si po temi tekel, je bilo malo, a boš z glavo butnil kakšno, ne, drugače pa super, ja. Zdaj, ti si izpod Šmarne gore doma, povej mi, kolikokrat pa greš na Šmarko, gor, Grben, ven? Žena pravi, da čisto premalokrat, ne. Ona pravi, da ne izkoristiva dobro lokacije, da po moje grem jaz 10-krat na leto. Ona je imela kdaj plan 100-krat iti, je tudi šla 100-krat na leto, no. Ampak v resnici, ja, meni se pač, ko ob vikendih itak je preveč gužve, čez teden pa tudi skoraj nekako ne najdem volje, no. Z njo kdaj ali pa z otroci. Koliko so bili stari otroci, ko so morali prvič iti na ta vaš sveti hrib tamle? Zdaj odvisen, kaj šteje, da so čisto prišli gor pa dol, ne. Pri 2 letih je pač tako bilo, da smo malo nosili, malo so hodili, pri 3 je že kar mislim, da prišel v bano, pri 4 pa zdaj tam malo, tudi tam mlajši, brez problema gre, tako da sta super, no, moram jo pohvaliti, kaj pogosto gresta. Po kateri poti greste tamle gor? Po vseh. Pri nas je, mislim, romarska je najbolj obljudena, tako da mogoče se tudi najbolj izogibamo. Meni je zelo všeč tista položna, ki gre okoli, tako pa malo bolj imaš čas za meditacijo tam, ali pa čez Gramado, no, po tej grem tudi zelo rad. Tako da ja, ne pa, mislim, ne grem pa skoraj nikoli gor po tej romarski poti, ker nekako je
Romarska. dolgočasna. Ja. Romarska. Mislim, ja, meni je edina slabost, edini minus morda res, da od 5 zjutraj do 10 zvečer, pač vse fajn srečati kakšnega človeka ali pa veliko ljudi, ampak včasih pa bi pa rabil kakšen mir. Jaz sem doma tule pod hribom, ki ni tako zelo obljuden in predvsem cenim to, da se lahko umaknem proč od tega vrveža. No. Ajde, tam rekel, sigurno imaš kakšno skrito pot tam na gor narejeno, naš Marko, ki jo noben ne pozna, Jenčičev. Šmarna je toliko raziskana, da jaz mislim, da kakšnih hudih skrivnosti so. In par poti je, no, če greš tam na cesti proti Zavrhu, je potem ena dobra povezava, ki prideš direkt v bistvu na sedlo iz ene druge smeri. No. To je taka pot, ki je večina ljudi ne pozna. Je pa res, da je v zadnjem času že kar zaraščena, tako da pač imaš nek trade-off, ne, kako bi rekel. Pa smo tam spet, ja. Pa bo že, drug teden bo že eden s tam malim ruzakom pa s palcem Irinu. Ja, naš Marka trail. Ja, posod jih srečam. To pa res srečam jih posod, ampak ne bojo danes to kot trailu, ker trailaš še nisi. Si pa maratonec, spoštovane, zakaj sem doktorja Jenčiča, doktorja fizike povabil, zato ker je to epizoda 314. Ja? Aha, ja, že vem kam. Ja. Ni na ključi tisti, ki veste, o čem govorim. Zdaj veste, kaj sem povedal. Ne? Sicer pa, ja, na inštitutu Jožef Štefan dela Boštjan, teče v prostem času, odtekel je že, reci in piši 37 maratonov, a 29 od teh jih je bilo pod 3 urami. Ja, da se zmotil, Tako je. Oziroma, mislim, da na Maraton Viewju imam sicer en rezultat, ki je narobe napisan, iz maratona v Kišnjevu, tako da mislim, da sem zdaj glih v Radencih nazaj na maratonu 30, če bila eno teko pod 3 urami. V Kišinjevu imaš 3 ure, pa ne vem koliko, 25 ali koliko napisan tam, to mi je presenetilo. Sem rekel, kaj je bilo, a si s nogo zlomil ali kaj je vmes, ampak praviš, da je bilo, rezultat so pribeležili narobe Moldavci. Ja, ne vem, mislim, tukaj se je videl, v bistvu mi je bila ta izkušnja maratona v Kišnjevu in celem Moldavije na splošno precej zanimiva. Zelo sem se veselil tega maratona, ker je nekako nekaj, kamor mislim, da ne gre veliko ljudi. Meni so take destinacije kar všečno. Je pa res vse malo bolj po domače tam. Ne vem, teče se tudi trasa je taka, da imaš 10 km krog, kjer 4-krat tečeš, tja pa nazaj. Niti ni krog, ampak po eni aveniji tečeš gor pa dol, ne? Se pravi, čez eno točko greš 8-krat in te štartaš tudi za tekači na 10, pa na 21 km, tako da potem smo se srečavali tam. Nisi več vedel, kdo je kdo, kje si, kdo si. Ne? Tudi ja, potem s timingom sem imel neke težave, mislim, da ne vem, sem pol še enkrat čez cilj zahodil, enkrat kasneje, pa me je takrat zabeležil na koncu, ne vem, kaj je bilo točno, ampak nekaj časa sem imel pravilen rezultat, sem že pogledal, pa se je to spremenil. No. Sem nekaj probal pisati, pa mislim, da če ne znaš rusko, pol je bolj, ni bilo neke komunikacije. No, ampak je bilo pa drugače, bilo pa v bistvu nekaj novega. No. Pred nedolgo nazaj, 2 meseca nazaj, smo sedeli v Rigi, oziroma v Jurmali pri Rigi, v armenski restavraciji in se pogovarjali o septembrskih maratonih in Kišinjev je eden tistih, na katerega je pač prišla beseda in pol vidim pri tvoji statistiki ta moldavsko glavno mesto in se rekel, te moram vprašati, bi priporočil ta maraton recimo maratonskim popotnikom, turistom, raziskovalcem, pa mesto? Ja, po eni strani mislim, mesto je v resnici grdo, ko ne bom rekel kaj, ne. Pač imaš tisti glaven del tistih, ne vem, 100x ali pa 200x200 metrov, ki je lepo urejenih, ne. Potem se pa vidi, da je pač v resnici vse precej zastarano. Ima pa nek tak žmoh, no. Tudi meni se ni zdelo, da tam ljudje posebej lepo živijo. Ni bilo nobenih brezdomcev ali pa kaj. Mogoče malo sivo vse skupaj deluje, malo dolgočasno. Tako da mesto samo, jaz mislim, da za pač kakšne oglede ni primerno, je pa zanimivo in jaz mislim, da sem tak tip človeka, ki me pač to skoraj bolj pritegne kot neka mainstream lokacija. Ne. Isto je maraton. Maraton bi rekel, da je, mislim, pač malo slabše organiziran, čeprav mislim, da je bila to že, ne vem, 10. ali 11. različica. Ampak, ja, je pa za odteč. No. Tudi trasa ni najlažja, nekaj klancev. Vroče je ponavadi tam, tisto sonce je kar bilo močno, no. Pa ni nobene sence, ker to tečeš po neki aveniji, ki je
široka 100 metrov, recimo. Se pravi, mal na ruske spominja, govorijo pravš tudi tam bolj rusko kot kaj romunsko? Ja, mislim, načeloma je romunščina uradni jezik. Ruščina naj bi se govorila v pač tej Prednestrski republiki, ki je drug del Moldavije, ne, tam na meji z Ukrajino. Se pravi, to je Tiraspol mesto, ki je tudi za videti, je pač, mislim, da neka taka še ostanek iz sovjetskih časov 100 let nazaj, ne. Ampak tudi v Kišnevu, iskreno, jaz sem slišal na avtobusih samo ruščino. Mogoče zato, ker ruščino prepoznam, romunščine verjetno ne. Ampak, mislim, je tudi po moje. Tako da se mi zdi, da je večinoma ljudje govorijo kar rusko. Kaj reš, ti nisi bil pa letos, si bil v Klužu, je tako? Tako, ja, v Klužu. V bistvu, ja, pač cilj imam nekako vseh evropskih državah, ki imajo maraton, ga tudi odteči, se je možno pod 3 urami, no. Takih držav, ki sem jaz to se spomnil te ideje, to je bilo 10 let nazaj že, ali pa celo več, jih je bilo okoli 40. Zdaj so še par novih držav, je dobilo svoj maraton, mislim, da Albanija, Bosna, Kosovo. Pri čemer moram reči, da ne ciljam pa na kakšne države, kot je ta Vatikan, kjer se vrtiš tam v krogu, ne vem koliko krogov po trgu. To me pa niti, se mi zdi pa preveč truda za nek tak maraton, no, da bi šel tja. Tako da ja, Kluž je bil pol ena od idej, zato ker je kar veliko maratonov skoncentriranih zelo blizu Ljubljanskega maratona, ki ga pa ne rad zamudimo, ne. Ja. Tako da Bukarešta, mislim, da je ne vem, 2 tedna prej ali 1 teden prej, pa še precej je teh maratonov še. Ja. Tako da sem rekel, ok, gremo v ta Kluž. To pa moram reči, da sem bil kar pozitivno presenečen, no. Tako kot na nekem italijanskem maratonu je hitri tekači, precej jih je bilo, ne vem, to je bilo 1000 maratoncev, pa skoraj 10.000 polmaratoncev. Mogoče je bila pač trasa malo tako preveč zavita, ampak se bil pa ves čas v glavnem delu mesta, kar je pa tudi pozitivno, se mi zdi. Se pravi, ti izbiraš svoje maratonske destinacije dejansko s tem, kar si prej povedal, ne? Nova država mora biti najmanj. Pa še recimo, da je časovno tako umeščeno, da se ti ne pokriva vsemi ostalimi, ker 20 držav si že zabeležil maratonsko, piše na maratonu. Ja, nekaj tasga, ne preštevam še čez. Vem, da evropske so večinoma, bil sem v New Yorku tudi, pa že tega bo skoraj 10 let, mislim, da je bilo vem, da je bilo 2017, tega se zapomniš, ne. Zdaj v zadnjem času teh majorjev pol niti nisem več probal se prijavljati, oziroma London se vedno prijavim in vedno izvisim, ne. Drugače pa se mi tudi nekako, se mi zdi, da bi šel enkrat, ampak me v bistvu ne mika za enkrat. Se mi zdijo preveč že malo tako preveliki, preveč logistično zahtevni, preveč mogoče skomercializirani, kako bi rekel, no. In dragi, predvsem. In seveda dragi. Tako, a ne. Ja, imaš prav, ja, sej Berlin, ko sem jaz zadnjič, tam je bilo 60.000 ljudi na štartu in je bilo že, dajmo reči, tudi za Berlin, a ne, Berlinu še nisi bil, to ti ga priporočam. Berlin moraš iti, je blizu, je sorazmerno poceni, pa je, recimo, res premium izkušnja, ne mora taka kot v New Yorku, ampak za evropske razmere vrhunska. No pa, recimo, Berlin ima izjemne, najbrž si bil že v mestu samem, ogromne avenije, ampak niso požirale več pač vse te množice ljudi, no, tako da. Ja, ne, Berlin zihar me pač mika. Nekako, mogoče mi tudi termin ni najbolj blizu, tam septembra enkrat, pa je treba že poleti malo bolj pomigati, ne, s kakšnimi dolgimi teki. Tako da v bistvu sem bil enkrat že prijavljen, pa potem nisem šel, tisto leto sem bil nekaj poškodovan in sem spustil v bistvu takrat. Sem bil najbolj ambiciozen s prijavami, pa potem je vse padalo v vodo. Zdaj, no, tako, imaš, nekaj moraš imeti še pač takega v dobrem, no, da se boš, itak si še mlad, a ne, ravno kar včeraj si dopolnil rosnih 36 let, si praznoval tudi s tekom, malo si. Seveda nisem pač, ne bom rekel, da sem praznoval s tekom, se mi zdi teč, grem skoraj vsak dan, kar tako, ne da bi se mi zdel, da moram, če kakšen dan pač ne grem, nič ne pogrešam, ampak se mi pa zdi fajn začeti tako dan, no. Zdaj idealno je, če mi uspe vstati že ob 5-6, pa grem res zgodaj zjutraj, kdaj malo zavlečem, potem kdaj pa grem tudi popoldne. Včeraj ni bila v bistvu nobena izjema, sem pač
naredil nekaj in to bo to. Business as usual, to je to. Disciplina je nad posebnimi dogodki. Nov let, božič, nima veze, od žene, obletnica z ženo, tudi ni tle ni debate, tle laufa se vsak dan. Ampak ena stvar, no, seveda, ki mi padla v oči, ko sem gledal tvojo statistiko, pa tudi tako, ne, jaz te poznam, kaj pa vem, no, kakšno desetletje, morda takrat si bil še res junc, mlad, da si že zdaj, no, ampak pogledam, kdaj si tekel svoj prvi maraton, ne? In na tem maratonu v Ljubljani, si bil star, 17 let, ne? Ja, res je. Kako ti je ratal se prijaviti, da danes bi te... To včasih ni zakompliciralo. Prijavil sem se in upal, da mi bodo dovolili prevzeti številko in noben ni niti trzno za česen, ker sem jaz prišel tja. Danes je verjetno drugače. Takrat pa mislim, da so še mlajši tekali, no. Jih par poznam. Si imel že, mislim, da intervju z Markom Alpnerjem, oziroma podcast, pa še ne par. In ja, včasih niti tek ni bil toliko mainstream, so se po moje borili za vsakega, sam da pride pa teče, pa je bilo super. Jaz mislim, da sem en ljubljanski maraton tekel z Ramo Brami, z deklico, ki ni imela več kot 10 let. Šla je na polovičku sicer, jaz sem še dolžga, ampak danes tega res ne vidiš več. Ja, ampak v tem ne bova veliko razpravljala, mislim, bova, 17 let, vseeno me bo zanimalo. Ne poznam danes veliko 17-letnikov, ki bi bili tako zagreti pa zavzeti, da bi šli na 42 km. Če imajo že kakšno tekaško ambicijo, grejo pač kaj laufati na štadion, pa kakšni cestni tekec, to je pa vse. Ja, to je res... To se mi je kar spremenil v roku parih let, prej nisem zelo tekano. Bil sem sicer navajen gibanja v naravi, starša sta bila vedno navdušena turna smučarja, sta me vlekla že kot čisto otroka po raznih pač hribih, no, tudi polet, pozim, pa še gorsko kolo kaj. Tako da tega sem bil navajen. Nisem pa nikoli tako pač namensko tekel do 16. leta. Takrat pa nekako, saj ne vem, mislim, da je tako malo vpliv družbe bil. Prišel sem v gimnazijo, tam nekako, to je bil sicer matematični razred na gimnaziji Bežigrad, kar je pač, bi si človek mislil, da te ljudje niso za na sonce, da so pač za nek kabinet zapret. Giki, špegli, pa ki tako ne gledajo. Ampak se je pol izkazalo, no, pa tudi kasneje na faksu pač fizike, da so večina pač sošolcev je bila predvsej, se pravi, zagreta za neko gibanje v naravi, za kolesarjenje, za mogoče pač hribolazenje, tek, no. In vem, da takrat na koncu prvega letnika smo šli s sošolci v Bohinj s kolesi za par dni na počitnice in tam je nekdo predlagal, dajmo pa zdaj mi iti okoli Bohinjskega jezera teči, ne. Zdaj, jaz sem to mogoče nekako, ker so bili vsi ostali čist za, sem tudi jaz pač sledil, ne. Iskreno se takrat ne spomnim kaj veliko, mi je bilo všeč ali ne, ampak pa sem pa domov prišel, pa mi je bilo malo dolg čas, pa sem šel parkrat teč za, ne vem, 3-4 kilometre. Pa sem slišal, to je bilo konec poletja, sem slišal za ljubljanski maraton. Zdaj, če bi bilo takrat malo drugače, bi mogoče šel že kar takrat na 42. Sem doma to povedal, sem mi rekel, čakaj, da je to, ne vem, če je dobra ideja, ne, ti zdaj tečeš 3-4 kilometre ali pa kaj tasga, mogoče 10 kdaj, ne. Ampak niso bili pa zelo, da bi mi prepovedali ali pa kaj, ne. Sem mogel pa to sam ugotoviti, po mojem kakšen teden pred maratonom sem šel, sem rekel, grem teč, dokler mi nese, pa da vidim, ne. Sem šel 20 kilometrov, pa sem videl, da kaj več ne bo šlo, ne. Tako da sled sem šel pol na 21. Pa me je pa zagrabilo, no. Sem tudi na tekaški forum sem odkril, sem šel v Palmanovo še isto leto, tam sem že kar dobro tekel, mislim, da sicer sem se zagnal precej bolj na Ljubljanskem in sem pol seveda nekaj hodil, ampak še vedno je bilo 1:36, mislim, da se mi je zdelo takrat že ful dobro, ne. Če še danes, mislim, kar zelo ja, dobro. Mislim, je, ne. In pa ja, sem pač naslednje let sem se pa odločil, grem na maraton. Ne vem, če sem tekel zelo veliko, no. Velikokrat se mi zdi, da rečejo, toliko mladi ne smejo na maraton, ampak jaz mislim, da predvsem je to neka ovira to, da bi treniral kot ta pravi maratonc, ne, da bi ti delal teh, ne vem, 150 km na teden ali koliko delajo resni maratonci, ne.
To seveda, jaz mislim, da za mladostnike ni primerno. Zdaj, če pa ti tečeš, ne vem, koliko sem jaz takrat tekel, ne 50 km na teden maksimalno, ne, pa enkrat na let greš v njih 42, ker itak, zdaj ne vem, za moje srce, mislim, da to ni bil nek napor, ker itak so mi pač noge potem odpovedale, ne. Mislim, da takrat sem tekel prvo polovico, glih uro pa pol, pa sem malo hodil, pa malo tekel, pa drugih 21 pretekel, tako da je bilo na koncu 3 ure 17, čemer sem bil izjemno zadovoljen, čeprav pač je te vmesni časi ne kažejo, da je glih šlo nekaj zelo dobro. Ampak ja, jaz mislim, da to ni bil noben, mislim, nisem bil nič premlad za to, sploh, če sem pač, nikoli se nisem videl, da bi bil nek atlet, vedno sem se imel za rekreativca. In ja, če bi pa seveda želel biti nek hud atlet, pa mislim, da maraton ni pametno začeti, ne. Pri rosnih letih, vsej v bistvu nek razvoj tekača je pa navadi neki, pa srednje proge v najstniških letih, pa dolge proge pri koncu srednje šole, pa potem prvi maratoni, ko res ne gre več hitreje, recimo na 10.000 pa 10 km in tako naprej. No. Razen tonske, pač imaš 20-letne Kenijce, ki hodijo na večje maratone po denar, ampak ja. Oni so tekli verjetno od 10. leta pač zelo redno, ne, tako da je malo druga zgodba kot pri nas. Tudi res, ja, pa recimo, če ti uspe, če si Kenijc, pa ti uspe res dober maraton, imaš marsikaj v življenju narejenega, no, mislim, da nam pa tega ni treba počenjati, no, pa tudi ne moramo biti tako dobri, no, ampak ja, no, vseeno, maratonci, pa si poznal takrat, star si 18, pa potem si šel v Radence naslednje leto, jaz sem šel podobno, isto trajektorijo sem imel najprej, Ljubljana pol Radenci, tudi še nisi bil 18, recimo, pa si srečal še kakšnega mladca, tvoj sošolc, prijatelj, tisti si prej rekel, ko ste laufali v Bohinj, je še kdo se v pogumu pa šel? V bistvu, ja, z dvema sošolcama smo šli še na trojke, spomladi 2007, tako da to takrat sta bila ona, da sta šla precej prezgodaj v šolo, sta bila v bistvu stara 15 let. Skoraj 16, no, jaz sem bil pa skoraj 17, tako. In smo šli na tistih, takrat je bilo 28, pa se mi je zdelo, da smo šli kar dobro, no. In pol je to tudi postala neka tradicija, za te trojke smo se kar redno zbirali, malo smo mogoče menjali ekipo vsake toliko, ampak ja, ne, da bi šla pa ona dva, zdaj jih je že od sošolcev po mojem 6-7 pretekali maratone iz našega razreda, in to nekateri zelo dobro, pa pol maraton je tudi zelo hitro, no. Takrat pa ne, takrat sem pa jaz edini, tako res tekel, bolj sta bila ona dva v kolesarjenju noter, no. Noro, zdaj si pač vse stereotipe o študentih fizike in matematike pač razrušil, ne. Ja, to so tisti, ki jedo krofe, pa kad ogledajo, če jih zmotiš pri 7-urnem študiju, pač enač, ampak lej, očitno temu ni tako, no. In me veseli, no, zdaj, predvsem to, da si že po skoraj 20 letih še kar navdušen tekač, oziroma greš na maraton zdaj še z istim zanosom pa navdušenjem, kot si šel takrat. Seveda, mogoče sem še bolj živčen, ker imam že toliko več slabih izkušenj in potem vem vse, kaj se lahko zgodi. Ampak ja, ne, predvsem me veseli, no, da ni še nobenih poškodb, pa česa. Imel sem enkrat res, glih takrat, ko sem otekel svoj še zdajšnji osebni rekord, sem ga malo posilil v maratonu, no. Sem ga malo posilil, sem malo imel načeto eno narastišče ahilove tetive, tako da pa sem si mogel vzeti, to je bilo leta 2014 že zdaj, sem si mogel vzeti malo pavze, ne vem, po moje čez zimo, no, recimo. V Ljubljani je bilo tisto drugače maraton. Potem pa nekako spomladi tudi bi lahko že začel teči, pa sem kolo odkril takrat, in ja, me je to malo not potegnilo, tako da en let sem vmes imel recimo tekaške pavze, pa spet jovo na novo in mislim, da ja, predvsem je pomagalo to, da sem na začetku, ko sem začel teči, ne, da sem res samo tekel počasi, recimo, da nisem nič, jaz mislim, da je bilo to kar dobro, da sem nabral neko to osnovno kilometrino, nisem pa zdaj nekih intervalov delal ali pa karkoli, in jaz mislim, da sem se tako malo utrdil v tekaških vezeh, sklepih in tako naprej. Ne vem pa, je to res, no, to je samo moja teorija. Ajde, mislim, če bi iz tega malo logično pomislila, mogoče pa res, kdaj so programi zanimivi, pa 10, pa 16 tednov, pa tako naprej, pa začneš teči, pa si ta prvo zapičeš, da boš šel čez pol leta na maraton, pa morda res še nisi primerno razvit mišično in na nivoju vezi, pa tako naprej. Sej
isto je, po mojem, ko sem jaz začel z bosonogim tekom, sem ga Mhm. potem še mal populariziral, a ne, bi bila prva stvar, ki je v nekem literaturi pisala, da rabijo vezi, pa mišice kakšne pol leta do leta, da se sploh prilagodijo na te obremenitve in zdaj, to, kar si ti povedal, mogoče je čisto logično, tudi za kakšnega tekača, da za božjo voljo se prvo let pa res ne rabiš delati fartlikov, pa intervalov, pa tega Ne, sistema. to se jaz kar strinjam. Ja. Jaz mislim, da velikokrat vidim, no, da kakšne skupine, tudi tukaj pri nas, da Mhm. skozi delajo neke šprinte, v klanc, nekaj ne vem kaj. Se mi zdi, da to je super, če si že neki izdelan atlet, ne? Ampak za začetnike, oziroma za pač ljudi, ki ne tečejo še dolgo, pa mislim, da je najboljše, da pač samo grejo ven, potečejo svoje, pridejo domov in je to in pozabijo. To najbolj enostavno je. Mislim, da tukaj ni treba komplicirati zelo. Ja, mislim, ta napredek, ja, v tej luči tega napredka je treba čim več kvalitete vpeljati in zato boš pol hitrejši. Ampak to, kar si ti rekel, a ne, je precej bolj, se strinjam s tem, zlagoma bomo intervale delali čez 5 let, če bomo še sploh v teku stalno. Zdaj ti mi povej, ko si pa šel v tale maraton, prvi maraton pod 3 urami, a ne? Tega si bil pa že star 18 let, a ne? Ja, 18, pa par mesecev. Tako. Pa par mesecev, kje si najdel Firence? Ja, to pa hitro me je začel zanimati, tako da bi malo začel potovati. No. Se pravi, takrat sem bil, po prvem maratonu sem šel pol v Radence, kot si rekel, in tam je bilo vroče kot ponavadi. Ne. Že takrat sem malo upal, ja, se bom po 3 ure, ne. Pa je bilo moj najpočasnejši maraton do zdaj, mislim, da je bilo 3 ure 38, nekaj tasga. V drugem krogu sem že prvi krog sem kar trpel, no. Drugega pa ja, sem večinoma prehodil. In potem, ja, potem pa sem šel v Ljubljano še, takrat sem bil še bolj na domače. Ne. Tam sem že nekaj časa je že kazalo, da bi mogoče lahko šel pod 3 ure, ampak pol me je na koncu sen, pač so noge me odrezali in sem imel 3 ure pa 5 minut. Vem, da takrat tudi sem bil kar razočaran, ker me dolgo časa ni bilo med rezultati. Pa sem pa poklical, ne, pa sem nekaj, da ne po kameri preverjal, da tam okoli 3 ure pa 5 minut sem imel, ne. In so mi pač dali mirno 3 ure 05:00 in basta, ne. Tako da to me je pa malo razočaralo, ker nisem točno vedel sploh, kako sem tekel, no. Pa sem bil zelo zadovoljen s tem. Sem pa pol nekako, ja, sem si malo zaželel še kaj, pa sem najdel te Firence, ne vem, takrat je bila po moje že kakšna ta spletna stran AIMS, se pravi, to združenje maratonov. Sem malo tam pogledal, pa sem malo potipal pri starših, a bi me oni mogoče, takrat še nisem bil izpitan niti, a bi me peljali, ne. Mama je tudi takrat nekaj tekla, pa je tudi malo planirala iti na maraton, no. Da pol smo šli, nek družinski izlet smo naredili, in tam iskreno niti nisem pričakoval, da bom nekaj zelo, pač da bom izboljšal ta čas iz Ljubljane, ker me je vseeno takrat, ne vem, 2 tedna sploh nisem tekel, pa potem nekaj malo, tako da me je v bistvu presenetilo, malo mi je ustrezalo, da so bili pogoji res dobri, kot nek dež je bil, to je zame dober pogoj, ne. Mraz je bilo, skratka vreme je bilo za nič, ampak za teči je bilo pa odlično. In ja, potem sem na koncu sicer sekunde lovil, ampak je ratalo, no. Tako da tega ne bom pozabil, ja. Najboljše je, ko pretečeš v cilj 2:59, pa če so še visoke številke, pa še toliko boljše, ne. To je pa, to je tisto, boljše ne bi mogli biti. No, ampak ja, lej, tisto leto, 2008, je bil štart v Firencah še ne na Piazza del Michelangelo, gor na vrh. Ja. 4 kilometre smo se spuščali dol, kako vem, ker sem bil tam in sva s kolegom stala na štartu. Za 20 minut so takrat prestavili štart zaradi neposrednega prenosa na televiziji in 9 bi mogel biti štart je bil 9:20, ob 9, ko bi mogel biti štart, ali pa minuto čez, se je ulil tako, kar je dol mogla, ne. In sva mi da pizdila v vseh jezikih, tudi v italijanskem, kar sva znala, vse kletice so uporabila, ne. Zakaj mora zaradi te televizije zdaj prestaviti štart, no. Ampak je bilo, drugače je bilo pa, se strinjam s tabo, ostali pogoji so bili pa čisto v redu in se je dal lepo teči, no, tisti maraton. Ja. Ja. Jaz sem bil potem še 2 leti kasneje, sem bil spet v Firencah, in takrat so bili točno enaki pogoji, to se spomnim, da ne vem, a so vedno tam taki, ampak meni je bilo to, mi je ratalo všečno. November je, no, ja, ja, november je, no, takrat si potem, si bil ko Haile Gebrselassie, ko si za par sekund popravil svoj rekord, tako je bilo to nekaj tasga, ne. Tako je. Mislim, da za 7 sekund ali nekaj. Mislim. Takrat pol 2 leti res nisem nič, nobenega rekorda podaril, 2009 nič sploh, 2010 pa na koncu, ja, novembra spet v Firencah za tistih par sekund, ne. Pa sem bil, potem še 2 leti kasneje, sem bil spet v Firencah, in takrat so bili točno enaki pogoji, to se spomnim, da ne vem, a so vedno tam taki, ampak meni je bilo to, mi je ratalo všečno. November je, no, ja,
Ampak Um, Firenze je kraj srečnega imena za Boštjana Jenčiča. No, si kaj proslavil, kako si proslavil svoj prvi SAP 3 maraton? No, vem, da si bil še mlad junc, 18, mislim, kako to Ma ne proslavil. vem, bil sem tam starši, nisem se ga glih mogel napiti, ne, tako da. Pa mislim, da smo imeli, a smo imeli takrat nek snowstorm, se pravi, pač neko močno sneženje, da smo komaj prišli no, tam čez Apenine potem in so bili neki problemi, vem, tako da smo se zelo dolgo peljali domov. No. Ne Res vem, je, mislim, da smo res je. potem šli res še nekam neki pojest, pa tam malo pač kozarc vina, pa to, ampak to sem že lahko, ne, drugače pa nič takega. Oh, ja. Mislim, to so pa slabosti tega, če si star 18 let, pa starši pretečeš svoj Ne. prvi maraton pod 3 urami. Ja. Ampak ja, je nekaj posebnega pod 3 urami. Maraton teč, pa si jih naklepal kar nekaj. Zdaj, ok, Italija ti je blizu, si pol namenoma še gledal, kaj je v Italiji, ali kaj je konc leta, ali zakaj Ma, si. v Italiji je meni super, ja. Prva organizacija, nekateri vem, da je ne marajo, ne. Tipična je tam organizacija tako, da postavijo une štante, postavijo štart, spustijo ljudi, da pač se zaženajo, potem čakajo ene 5 ur na maratonu mogoče in začnejo pospravljati in čez 2 uri ne veš več, da je bil maraton tam, ne. Ampak je pa pač vse, kar dober maraton rab, se mi zdi, da je na progi, ob progi, termini so zelo dobri, ne, ponavadi nisem še videl nekega takega, dobro, so tudi kakšni maratoni v bolj vročih mesecih, ampak zelo veliko je pa takih v malo hladnejših terminih, no. In to mi je všeč. Pa blizu je relativno seveda. No, zdaj maraton Reggio Emilia. Vem, da je bil popularen med hitrimi slovenskimi rekreativci dolga leta, zdaj moče malo zamrl, no, ampak vseeno. 2011, Reggio Emilia. Ja, kaj so bili pa tam cilji, mislim, to pa. Ja, tam se mi je pa potem malo bolj odprl rezultatsko. Ne vem, če sem kaj spremenil, še vedno sem tekel približno enak. Sem pa tistega leta že najprej v Ljubljani prvič tekel polmaraton pod 21, kar se mi je zdelo super. Potem sem tekel polmaraton na 16, kar se mi je zdelo sploh pač takrat fantastično, a ne. In potem sem rekel, ok, na maraton pa zdaj, ne vem, grem samo, da grem uživati. Slišal sem, da je ta maraton zelo hvalil Janez Ferlic, ki je bil takrat zelo aktiven na tekaškem forumu. On je šel po moje tja tudi vsak let skoraj, ne. In ja, nekako sem tudi potem jaz šel leta 2011. Ja, slišal sem, da je nekaj klanca, ne. Je res, sicer je na 200 višincev se najprej uspneš, ampak pol drugih 200 je pa toliko, mislim, druga polovica je pa toliko lažje, ker imaš teh 200 višincev padca, ne, oziroma malo fore imaš. In dejansko lahko tečeš, tudi če nisi glih najbolj pripravljen maratonsko, lahko tečeš približno enako hitro prvo in drugo polovico. Iskreno nisem imel nobenih takih ciljev, samo želel sem izboljšati svoj osebni rekord. Nekako bil sem že na točki, ko je vsakega rekorda si vesel, ne. In potem sem pa kar naenkrat videl, da mogoče šlo pa pod 2,50. Ni me pač čist pobral, ne. Ponavadi sem vedno še malo, ne vem, ali mogel hoditi, ali na pol nekaj sem pač močno upočasnil, ne, tukaj nisem. Tako da pol je znesel nekih 2,48 in ja, to se mi je zdelo pa že, to pa ne vem, ali bom še kdaj kaj izboljšal, ne, tako. Ja, to je drugi cilj rekreativnega maratona. Prvi je, da ti piše 2,59 pa nekaj na uri, drugi pa je, da ti piše 3,59 kilometrski čas povprečja. To je pa ultimativno, pa mislim, božje skoraj ne gre, razen če si Boštjan Jenčič, pa greš potem, a ne, si rečeš, zakaj pa ne gremo še. In potem si šel v Pariz leta 2012, ja. Ja, to sem šel pa z vami. Ti Kje sicer nisi bil takrat Ne, takrat aktiven, mene ni, ne, jaz sem takrat pač. Si imel majhne otroke. Res, in sem to v bistvu samo daleč potem organiziral, pa to spremljal, potem te fotke. Si pa najdel recimo to našo druščino, da si rekel, zdaj pa še To je bil dobri stari tekaški forum, po mojem. seveda. Tam ste se nekaj reklamirali, se mi je zdelo to nekaj fascinantnega, da greš zame je bil to takrat drug konec sveta na maratona, ne. Potem pač tja vem, da smo šli z avtobusom, smo se peljali čez noč, 17 ur. To ne vem, če je bilo idealno za maratonske dosežke, ampak dobro, jaz sem takrat star 22 let, še ne, pa sem mogoče to prenesel, ne vem, kako se to prenesel. Danes, na primer, če bi se toliko časa peljal, pa nič spal po noč, bi me verjetno malo bolj ljubil, no. Ampak je bilo pa, mislim, meni je bil ta izlet super, to sem si pol, še zdaj ga imam v zelo živem spominu, no.
In tek, in vse ostalo, seveda, vedno je pa boljše, če ti gre dobro, pa se potem tudi tisto mukotrpno pot domov, ne, ki je pa sicer zabavno, ampak da si še zadovoljen za svojim tekom in da ti je šlo super. Ja. Sem pa tekel, ja, 2,46, malo sem izboljšal. Ne. Me zanima, mi smo bili letos v Parizu po 10 letih spet, no, in jaz se spomnim Pariza še z 2,8 recimo, zdaj to je bil čist popolnoma nov maraton, to je čist nekaj drugega, ljudje so dejansko prišli v progo in navijali, ko na Tour de France, ne lažem, tisti, ki ste bili tam, veste. Zanima me, kaj bi ti rekel na to, kaj je bilo takrat, no, meni se zdi, da v tistih časih še ni bilo tako ni bilo pač toliko tekačev, pa toliko živahnosti v progi, no, kot da Parižani. Ma ja, kot v Ljubljani zdaj bi rekel. Bila so neka območja, kjer neke odseki trase, sploh čez tiste parke, ne, ker ni bilo nobenega. Ampak pač bili so drugi tekači in že to naredi neko drugo vzdušje, nisi sam na progi, ne. Na kar velikih maratonih, vsaj teh, ko sem bil v zadnjem času, si pač pol v drugi polovici, ali pa že prej, si sam pa 100 metrov spredi, zadnji ni nikogar. Pa tudi mislim, da takrat je bil nek rekord dosežen, ne, po udeležbi. Za tiste čase mislim, da je bil celo to največji maraton, ki ga je potem par let je rabil, ne vem, a spet Pariz, ali London, ali New York, da je presegel. To je prvič še 40,000, mislim, da je nekaj tazga, ja, tekačev, kar je bilo zakrat neverjetno, no, zdaj se številki 60 približujemo, kar je pa res že noro, no, ampak ja, Pariz, dal si čez Pariz, dal si čez Rim, mislim, kaj še ostane velikim, šel si na Dunaj, v Stockholm. Stockholm je bil kar, mislim, tako, takrat so šla pa že, se pravi, z mojo zdajšnjo ženo, punco Eli, sva šla skupaj. Vem, da takrat sem bil že takrat kot mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan zaposlen in so me poslali na neko izobraževanje v Maastricht konc maja. Se pravi, Maastricht je na Nizozemskem. Tam sem bil 4 tedne in sem pa nekako odkril, da so povezave v Stockholm so precej dobre, seveda iz Amsterdama, ne. Tja sva šla z avtom, tako da to ni bilo problem priti, Nizozemska je relativno majhna. In ja, potem sem oziroma samo sebe sem prijavil, Eli takrat še ni šla na maraton. Sva šla skupaj. Maratoni v Skandinaviji, tudi vsi pol, ki sem jih kasneje tekel, moram reči, da so zelo nenavadni z vidika, da so štarti vsi ob nekih nenavadnih urah. Ja. Opoldne, ta je bil točno opoldne, ne. Še vedno je pomagaj. In to junija, ja. V Helsinkih je ob 3, ne, kar je še hujš, takrat oboji so, ne vem, ta je pač začetek junija, unija, avgusta. Zdaj se bi rekel, Skandinavija ni zelo topla, ne, ampak jaz vem, da na tem stockholmskem maratonu sem trpel kot na redko kiran, no. Sonce me je zdelo, tudi pripravljen, nisem bil najboljši takrat. Če sem na Dunaju par mesecev prej, sem tekel že 2,42, tukaj sem pa komaj pod 3 ure stisnil, no. Mislim, sem se mogel kar namatrati, saj pol, nekaj sem imel še rezerve, 2-3 minute, ampak je bilo pa težko, no. Pa klancev je bilo veliko. Mislim, jaz zdaj ta stockholmski maraton sem imel priložnost parkrat komentirati na športklubu in pa gledala tiste klance. Vse na televiziji se mogoče ne vidi, no, ampak se kamera včasih tako postavi, pa... Vem, da greš čez en most, greš 2-krat in ono je že takoj, ne vem, je tist 40-50 višincev, že sam tist most, ne, tist je kar oren, tak strm klanci, no. Zoporen, ko 100 vragov si tak potem srečuješ milijonkrat druge tekače in se ti že meša, veš, koga si že videl 100-krat, pa koga nisi, no, tako da, ampak ja, Stockholm imaš, takrat si bil že v zagonu, takrat si že zbiral te države, ali kaj? Takrat sem pol začel nekako, prva je bila res pač Francija, Slovenija pa Italija, ne, to sem dosti hiter, pa je bilo nekaj premora in pa sem tudi na Dunaj sem šel nekako, tako sem imel, glih se mi je poklopil tudi neka službena pot, pa da sem bil glih tam, ne, slučajno, celo hotel sem imel čist pred štartom, to je bil res luksus. In ja, po Dunaju sem pa kar začel malo že iskati kam bi še lahko šel in tisto let je bilo vse možno, mislim, da prijaviti samo še v Stockholm, kar se mi tudi dobro poklopilo, no. Pa se je nekako odprlo to, da sem kar vsak let šel kam. Kot je Vilna, pa Riga, recimo, kar v tistih časih ni bilo, mislim, zdaj vsi zdvohajo vse, pa veliko je že zbiralcev teh prestolnic pa mest, ampak Vilna pa Riga v tistih časih, to so bili bolj majhni maratoni. Vilna me je navdušila, no. Vilna je bila, ko nekako, sem bil leta 2017 in takrat je bila nekako v taki fazi, kot je bil ljubljanski maraton, ko sem jaz začel.
Se pravi, v nekih šotorih si prišel prevzeti številko, pa je bilo vse tako malo po domače. Meni je bilo zelo simpatično, tudi trasa je bila kar tako fina, no. Veliko si vsem tekel po senci, ker takrat je bil, se pravi, to je bilo enkrat začetek septembra in je bil relativno vroč dan. Ni bil pa največji maraton, mislim, da takrat sem imel na 2,50, pa sem bil 10. po mojem, nekaj tasga. Tako da si malo sam si tekel, sploh v drugem krogu, ker imajo tudi pol maratonce še v prvem krogu. No. Ampak mesto kot tako, kaj pa ta nekdanja ruska provinca v narekovajih. Tako, malo je bil nek ruski predih, ja, malo je bilo sivo vse, pa, ampak po eni strani pa zelo, zelo simpatično. No. Vem, da takrat je bilo to Evropsko prvenstvo v košarki, ki smo ga potem eventualno Slovenci zmagali. Ne. In Takrat septembra. tisto soboto pred maratonom sem jaz skupaj z Litvanci v nekem baru gledal košarko, ko so oni igrali. In so zgubili, ne? In to je bilo potem, mislim, je bilo kar depresivno potem, še malo bolj kot sicer v tej Nacionalna katastrofa. Slovenci so pa dobili, nisem noro. Ti pa za slovensko zastavo laufov na maratonu Vilnius, vsa čast, res dober. Riga na drugi strani, to so še leto kasneje, zdaj če primerjavo, užgeš. Ne, Riga je nedvomno večji maraton, boljš organiziran. Tako, na nivoju Ljubljanskega še ni bilo takrat zelo večji maraton. Ne vem, kako je zdaj. No. Izjemen maraton, letos je navdušen. Lahko ti rečem, da je, zdaj je kar prerastel, recimo, okvire tudi Ljubljanskega, pa tudi progo so lepo umestili, bom rekel, tisto, kar so naredili pa ob progi, v tistem starem delu mesta je pa še nisem doživel na maratonih, no, tako da res lepo. Ja. Meni je bilo zelo všeč, takrat sva šla oba in je tudi Elija tekla svoj drugi maraton. Tudi ne je šlo fajn, zelo dobro, tako da to je bilo pač obema nekako v neko še dodatno pač pozitivne spomine dal. Meni je šlo malo slabšno, nekaj se nisem dobro počutil, ampak sem pa tekel pod 3 ure, to je svoj cilj C, ali kako bi rekel, ne, sem izpolnil, kaj več pa ni šlo. Ne. Drugač pa ne, mislim, da tudi povezave so bile takrat precej boljše, ne? Zato sem mogoče našla ta maraton. Če ni bil celo direkten let ali neki. Zdaj pa mislim, da se do te Rige se je treba kar pomatrati, sploh če letiš iz Brnika, da je kar. Letos se je še dal priti, če si seveda vzel čas od četrtka do torka, ko sta bila še Air Baltic, in šel direktno linijo, mi smo šli potem v petek prek Varšave in tako naprej. Ja. Je še direktna linija, ampak 5 dni, mogoče pa res malo preveč, razen če bi ne vem kam še šel vmes. Tako da, ja, zaenkrat se še leta sem in tja in lahko rečem, ja, Riga je kar veliko mesto, zelo se hočejo znebiti tega ruskega vpliva, no, in se malo približujejo pač, rekel, bolj skandinavskim. Meni se takrat se mi Riga ni zdela niti zelo, pač v primerjavi z, na primer, Vilno, ali pa še s kakšnim celo polskim mestom, ne, se mi ni zdelo. Se mi je zdela zelo moderno mesto, mogoče mesto malo kakšni sosedski, malo bolj tako, ampak drugače pa lepo mesto. Ok, zdaj Estonija ti še manjka potem v tistih. Ja, v Estoniji pa sem že par let nekako, vedno je bilo kaj drugega. Tako da bo, mogoče letos ne, naslednje let pa upam, da rata. Vem, da ste šli vi par let nazaj. Ja, pa se da se, mi smo tekača Vinkota, ki je odtekel 2 uri 40, tako da se da odteči tudi hiter maraton. Edini zares omembe vreden klanc je zadnjih 200 metrov cilj. Res, to je pa najbolj smešna stvar, pod gradom je cilj in zadnjih 200 metrov moraš sprintati v tak cilj. Ja, pač zato, da te fotografi lažje ujamejo, po mojem, nekaj tasga. Že na fora. Ampak, evo, eno stvar te moram vprašati, ne? Tvoja sezona, najboljša sezona je leto 2014, ne? To takrat ti je šlo vse kot po maslu, kamorkoli si šel, si praktično odtrgal. Je to, mislim, zaenkrat tega leta še nisi presegel? Ja. Ne bom čisto rekel, da ne, no. Leta 2019 sem malo zginil iz radarjev, pa ko sem šel v Švico delati na tako imenovan postdoc, se pravi po doktoratu sem pač naženil za kakšen let ali pa 2 v tujino nekam, in tam sem bil mogoče v boljši formi, no. Ampak se mogoče do tega še prideva 2014, pa ja, najprej sem izboljšal svoj osebni rekord na polmaratonu, to je bilo v Gorici, takrat ne vem, zakaj tega polmaratona ni več, čas so Slovenci to okupirali, je bilo zelo lepno,
zelo dobro se da teči. Sicer mogoče so bile malo, je bil malo prekratek, ne vem ali ne. Kakšnih 100 metrov je mogoče zmanjkalo, no. Nisem čez zihar. Ampak meni je bil vedno všeč in sem skoraj vsak let, dokler je še bil, sem hodil tja. Potem sem šel enkrat in edinič na desetko na stezi. To je bilo v Kranju, takrat mislim, da smo se tudi srečali, ne, ste prišli nekaj navijati. To je bilo. To je bilo še. Ampak, zanimiva dirka. No? Mislim, zdaj tudi rekreativci lahko v Kranju spomladi tečejo na stezi. Jaz sem enkrat proval 10.000 metrov. Takrat je bilo tako nekaj posebnega. No? Mislim, da je bilo takrat za en meeting, državno prvenstvo. Ja, takrat je bilo državno prvenstvo, ja. In jaz sem se takrat, se pravi, en let prej, nekako sem se spoznal s temi Šmarnogorska naveza, se pravi, z Boštjanom Novakom, ki je pač tam glavni trener, pa Lojze Pungarčič je bil še takrat. Mislim, da je enkrat nekdo odpovedal jim v Medulinu na pripravah, so imeli eno mesto v Frej, pa smo se na stadionu kdaj srečavali in mi je Boštjan rekel, da je prišel ti zraven. Takrat pač sem bil freelancer, ne, sem imel čas, tako da sem šel, ja. In sem se pa tudi, zelo dobra družba mi je bila, no, in sem malo začel tudi z njimi na kakšne treninge hoditi, tudi potem, ko smo prišli nazaj. In ja, me je pol na žico, da sem šel na par teh štadionskih tekem. Takrat sicer mislim, da sem nastopal kot, sem se že hotel včlaniti, ne, se pravi, da si član Atletske zveze Slovenije, pa mislim, da ni bilo še pravočasno to sprocesiran, skratka bil sem v kategoriji rekreativcev ali nekaj takega, ne. Ampak mi je šlo dobro, no, mislim, sem bil kar nekaj v sredi, pa imel sem čas nekaj 34 minut, kar se mi je zdelo spodobno, no. Mislim, ampak a še kar držiš klubski rekord na 10.000 metrov? Ne, zdaj pa je nekdo ga izboljšal. Že pozabil kdo, ampak zdaj imam samo še v maratonu. Pa tudi ta upam, da bo še nekaj časa stal, no, ampak mislim, da je v nevarnosti. Čakaj, 2:38, 2:38, 26. Je to prav? Tako. 2:26. Mogoče ga bom pa jaz izboljšal. Mislim, tako se govori, ne? Ta prava maratonska leta pa pridejo šele po 35. Ne? Vsaj tako je rekel Kipchoge, ki je svetovni rekord postavil še po 38, ja, da je ga zadnjega utrgal. Tako da imaš še čas. Imaš še čas. Okay, večkrat omenjaš, ja, tudi rekel, svojo pot, akademsko pot ali pa raziskovalno pot. 314 epizoda, ja, zaradi tega, da kakšno rečejo o matematiki pa fiziki. Si doktor fizike, ja, pač to je to stvar, ki si jo od malih nog recimo preferiral, pa si vedel, da pač matematika, fizika je nekaj v tej smeri. Ne, včasih so rekli, da je ekonomija tisto, kar greš študirati, če ne veš, kaj bi je, ne. A si ti ekonomijo študiral? Meja kulpa, ja. Pa veš kaj, sem v 3. letniku ekonomije, ki sem se to dolgo časa rekel, če bi lahko še enkrat izbiral, bi šel študirati fiziko. Ja. Jaz pa nisem vedel tudi, ni, da bi me kaj posebej zanimala, ne. Včasih me je tako, vedno sem imel zelo veliko spoštovanje do vseh, ki delajo v zdravstvu, ne, od zdravnikov do medicinskih sester. Sem si mogoče malo želel kaj v tej smeri, ne. Ampak potem sem hitro ugotovil, v mojem razredu so šli na medicino tisti, ki so bili najbolj pridni, tako da so največ časa posvetili učenju. To jaz nisem bil v srednji šoli, no. Medtem ko po drugi strani pa ja, matematika mi je pa vedno šla zelo dobro. To sem hitro videl že v šoli, potem na raznih tekmovanjih, šolskih, državnih, da sem bil pač recimo nekje pri vrhu v generaciji, no. In mislim, da potem predvsem zato se mi je zdelo, da bo fizika nekako nek tak smooth sailing čez študij, ne. Kar se je pol dejansko izkazalo, da v bistvu je bilo res. Ne spomnim se, da bi imel še kdaj prej ali pa kasneje toliko časa in toliko malo stresa, kot sem ga imel na faksu. Tako da se mi zdi, da sem kar dobro zadev študijam. Nekako, ja, pač mi je bilo tudi všeč, tudi zanimivo, ne samo, da bi zdaj jaz tam. Seveda se je bilo treba kdaj kar učiti, no, tudi med izpitnimi obdobji, pač je bilo naporno, ampak tako, če pa gledam čez celo leto, pa je bilo kar pač mi prizanešeno z kakšnim hudim garanjem. Zanimivo, ja. Zanimivo. Pa bi kdo rekel, da v teh naravoslovnih vedah, da se je treba pač truditi. Moja sestra recimo študirala biologijo, pa je kar veliko časa prežela za knjigami
in se učila stvari, ki so se mi zdele pač čist redundantne, ampak po drugi strani pa, ja, a ne, se mi pa malo tudi zavidal, no, ker jaz sem se pa bolj kaj nedolgo času. Zdaj, ampak če greš študirati fiziko, mislim, to pomeni, da boš pač zaključil študija na neki 7. stopnji, to pomeni, da boš sigurno šel naprej še Ne, to ni raziskovati. nujno. To je pač, okay, če želiš delati v nekih akademskih sferah, ne, se pravi na inštitutih, na univerzah, pol je pač ta doktorat praktično obvezen. Zato tudi žal doktorat nima nekega, včasih je pač doktoriral nekdo, ki je spremenil svet, tako rekoč. Ne. Danes seveda imaš lahko zelo dobre doktorate, zelo pomembne, ni pa to nujno. Ker je žal sistem tak, da pač, ko si enkrat sprejet za mladega raziskovalca, za kar sicer rabiš neke pogoje, ne, potem bo ta sistem, se pravi, to pomeni odsek, na katerem delaš, tvoj mentor, naredil vse za to, da ti eventualno doktoriraš, ker če ne, imaš samo težave s tem. In to je nekako tako, zdaj pač, ko si takrat mladi raziskovalec, je to mogoče športna analogija, da si ti v mladinski kategoriji nekega športa, ne. Potem pa s to kategorijo zaključiš in prideš med recimo mlajše člane, ki si postdoc, in potem kasneje, ko si pa pač znanstveni sodelavec, si pa v članski kategoriji. Drugače pa mnogi pa končajo študij in se zaposlijo nekje v gospodarstvu, verjetno tudi imajo boljšo plačo in manj časa jim je treba študirati, tako da ni nujno, da pač nadaljuješ. Kaj recimo počne fizik s srednjo izobrazbo, recimo, no? Kakšno delovno mesto lahko pričakuje, no? Tako, evo. Zdaj, mogoče jaz fizike preveč cenim, ne, sem biased, ampak v resnici karkoli skoraj, ne. Bi rekel, da mislim pač poznam veliko ljudi, ki delajo v raznih programerskih podjetjih, ne, se pravi IT podjetjih, potem veliko ljudi v farmaciji, v bankah, praktično vse, kar lahko počne, mislim, večino stvari, kar lahko počnejo tudi ljudje z, ne vem, matematično, strojno, elektro izobrazbo. Tako da nekako fizika je tisto, kar recimo povezuje. Vseeno, ko si ti bil na faksu, no, na faksu si to, da boš mladi raziskovalec, da boš pač akademsko pot zasledoval, si nekako videl tekom študija, nisi rekel, zdaj bom pa jaz, ne vem, bom naredil to, pa šiht poiskat, pa bom denar služil. Se mi je zdelo, da če grem študirati fiziko, ne, da potem mogoče bi vsaj probal začeti z nekimi raziskovalnimi pač ambicijami, ne, da pač to je tisto, kar je resnično zanimivo, se pravi, da odkriješ nekaj novega, da pač imaš mogoče neko manj konvencionalno način dela, ki je vsak dan malo drugačen, in to me je nekako privlačilo, ja, tako da potem nisem niti okleval, sem se kar prijavil na mesto za MR-ja, brez da bi pomislil, a mogoče se pa ne bi, no. Pa recimo si predstavljamo, v fiziki je nešteto enih smeri, s katerimi se lahko ukvarjaš, a ne, ni to samo, ne vem, astronomija, ne, pa voda na Luni, če smo že pri tem, a ne, to tem kasneje vprašam, ampak je cel kup pa na področju nekih energij, sil, tako naprej, ti si v spektroskopiji potem doktoriral. Kako si smer sam izbral, recimo, so ti smer morda ponudili, pa so rekli, tole probat, mogoče ti bo zanimivo? Ja, ne, to je tako, da imajo pač odseki razpisana mesta, Okay. In se k nekomu prijaviš. Zdaj, jaz sem delal magisterij, v bistvu čisto na odseku za teoretično fiziko. To mi je mogoče tudi najbolj ležalo. Tako, zdaj, če pomislim, da bi primerjal, sem jaz bolj po naravi nekdo, ki pač, da bi nekaj računal, ali pa nekdo, ki bi nekaj zašraufal. Sem mogoče bolj prvo, no. Čeprav tudi za drugo sem se zdaj kar že priučil, no. In takrat pač magisterij sem naredil čisto iz v bistvu druge smeri, kot sem potem vpisal doktorat, ker se mi je mogoče zdelo, da bi pa kaj probal tudi novega. Sem se malo spoznal s temi ljudmi na odseku, ker zdaj delam. Mi je bilo zelo všeč in so me nekako prepričali, da bi pač potem tudi ni bilo dosti dilem. Sem se prijavil k njim in bil na srečo sprejet. Odsek fizike nizkih in srednjih energij ali nekaj takega. Tako, ja. Sliši se zelo nezanimivo, ne? Ker človek misli fizika visokih energij, to je tisto, kar je prava stvar, ne? Zdaj pač druga terminologija je mogoče, da je to odsek za atomsko in jedrsko fiziko.
Veš, to je pa že seksi, to je pa že romantično. Ja. Ja, tako ne. Um, Kaj je molekularno slikanje na celični ravni? No? Mislim, recimo za laika, ki mu ni jasno, o čem govorim. Ne? Ja, se pravi, s tem sem se jaz ukvarjal že med mojim doktoratom. Se pravi, gre se enostavno za to, da ti lahko z nekim ionskim žarkom, se pravi, jaz delam v Podgorici na reaktorskem centru, pa to ni ta Podgorica v Črni gori, ampak Podgorica tam med Domžalami pa Ljubljano. In tam imamo nek ionski pospeševalnik, ki ga lahko uporabljaš za različne pač aplikacije ali pa tudi raziskave v neki bazični fiziki. Zdaj, tukaj pač pri tej moji temi gre za v bistvu neko analizo materialov, predvsem sem se ukvarjal z biološkimi vzorci, se pravi z raznimi, ne vem, človeškim, rastlinskim tkivom, živalskim tkivom in da ti pač preiskuješ njegovo sestavo. Se pravi, zdaj, naprimer, če bi midva pogledala, ne vem, svetlobo, kaj vidiš, lahko ti opazuješ neko obliko nekega predmeta, ne? In pač, če imaš nek fokusiran snop svetlobe, ki ga naprimer dosežeš z mikroskopom, lahko greš pač do precej majhnih struktur, ne? Si pa omejen potem z pač valovno dolžino svetlobe, ki je tam okoli 500 nanometrov, kar je precej malo, ne? Ampak še vedno pač je to recimo malo manj, kot je velikost ene celice. Če hočeš pa ne gre, gledati, pač manjši stvari pa ne moreš videti svetlobno. manj pa ne gre, ker si pač svetloba ima toliko valovno dolžino in pač se ne siple na nižjih skalah, ne. No, z ionskimi žarki lahko pa ne samo, da ti opazuješ obliko snovi, ampak lahko na podlagi nekih fizikalnih reakcij tudi določaš pač njihovo sestavo, na primer, ne, in še različne druge pač lastnosti, ne. Zdaj lahko ti, na primer, ugotoviš v celici, kako so določene molekule ali pa elementi porazdeljeni. Na podlagi tega, ne vem, to je zelo uporabno za pač, ne vem, raziskave v medicini, te zanima kakšne degenerativni markerji pri, ne vem, Parkinsonovi bolezni, kako se pač molekularna ali elementna sestava v teh celicah, ki so pač bolne, razlikuje od zdravih, kako so kakšni, ne vem, markerji za rakava obolenja, kako so porazdeljeni znotraj tkiva in celic in tako naprej. In to se vse da pač z določenimi tehnikami, ki smo jih mi razvili na našem odseku. Se pravi, ta spektroskopija, to slikanje na celični ravni molekularno, je v bistvu potem tehnologija, je v bistvu potem vgrajena v naprave, ki se v neki medicini potem uporabljajo za to, kar si prej omenil. Ja, ne? Se pravi, Tako nekako, ja, tako je. vaše znanje, vaš know-how potem v praktične namene uporabljate na ta način. No, to je tisto, kar Točno tako, ja. me je zanimalo. No, v bistvu vaše aplikacije imajo uporabno vrednost, ni to samo Ja, teorija. mislim, ja, upam, da čim več, ne, vedno je nekaj slepih črev ali kako. Ampak, na primer, zdaj, če pogledaš, kaj so naši kolegi, ki so v 70-ih pač bili, ne vem, pionirji na področju implantacije se pravi, ionske implantacije, to pomeni, da nek ion zarinaš noter v pač nek predmet, ne, in spremeniš lastnosti. Zdaj se pač serijsko izdelujejo razni polprevodniki točno na ta način, potem razno rezanje z ionskimi žarki, se pravi, da dejansko spreminjaš ti strukturo kot z nekim nožem. To se izdeluje na primer za proizvodnjo čipov in tako naprej, ne. Se pravi, je pa neka seveda razmak med tem research delom pa potem samo aplikacijo in ta razmak je lahko precej velik, ne vem, 10 let mogoče tudi in še več. Vi, ki to tehnologijo ali pa razvijete neko metodo, kdo potem, komu to potem, bom rekel, vi to patentirate, to prodate, komu date, imate kakšne spin-off podjetja, ki pri vas Ne, nastane? inštitut načeloma pač mi potem objavljamo članke in ko je članek enkrat objavljen, potem patenta ni več, ne. Zdaj, mislim, da ene inštitucije so tudi bolj za, pač se pobrigajo bolj za patente, medtem ko pri nas je pa to nekako politika očitno, da se bolj objavlja članke in je to. Kje je v enem članku, kje sem pa videl podatek, da si raziskoval in pisal tudi pazite zdaj, o vodi, ampak ne vodi pač na zelenem, modrem planetu, ampak vodi na Luni. Kaj za vraga je pa voda na Luni? Ja, voda na Luni je voda na Luni, ne.
Zdaj, ja, to je res en od projektov, ki se izvaja pri nas na odseku. Moram sicer povedati, ne, da jaz tukaj nisem nek pomemben faktor znotraj tega projekta, jaz sem pač nek mali podizvajalec, ki neke analize upravim. Nosilec tega projekta je moj kolega Juri Simčič, ki je prej delal na JPL-u, ki je pač nek recimo provider za določene komponente za NASA, se pravi, kakšne te satelite, roverje in podobno. No in on je potem, ko se je preselil v Slovenijo, iskal pač razne stvari, ki bi jih lahko počel tukaj, v okviru te mehanizacije oziroma instrumentacije, ki jo imamo, in je našel ta projekt Voda na Luni. Zdaj, zakaj se gre? Voda na Luni v bistvu ni več nobena skrivnost oziroma nobeno posebno odkritje, da je. Ni je prav veliko, no. Mislim, je pa veliko več, kot so včasih mislili. Zdaj, če da to v primerjavo, na primer puščavi Atacama v Čilu je povprečen delež vode v prsti tam nekje okoli 1%, in to je najbolj pač suh del na Zemlji. Pa mislim, da še Antarktika je podobno, no. Pač v Luni je pa 100-krat manj vode. Ampak to je še vedno veliko več, kot so včasih mislili, no. In seveda, ker je voda, je tudi ogromno pač opcij, zakaj se ta voda lahko potem uporabi, ne, za kakšno gorivo, za rakete in tako naprej. Tako da je to zelo pač zanima NASA in pač vse, ki se ukvarjajo z astronomijo. Zdaj, kako je pa tja prišla, so pa v bistvu nekako trije mehanizmi, ki so splošno sprejeti in drugega dopolnjujejo. Eno je, da je od nekdaj pač voda na Luni bila pod površjem in to potem malo pronica v to prst na površini. Drugo je v bistvu, da je voda prišla prek meteoritov iz drugih delov našega sončnega sistema. Ker v bistvu v našem sončnem sistemu voda na večjih planetih je, kot je ni, ne. Zemlja ima seveda ogromno vode, Mars ima tudi kar precej, čeprav Mogoče ima Merkur še najmanj, ali kaj? Merkurja ima malo, ja, Merkurja ima zelo malo samo na polih, ampak vseeno nekaj ima, pa Venera mislim, da ima celo še manj, no. Okay. Največ imajo pa te Jupiterove lune, pa Saturnove, te mislim, da ene imajo celo več, kot ima Zemlja, absolutno gledano, ne. No, ampak na Luni tudi je voda, ja, in pač lahko, da je prišla, del nje je ziher prišel prek meteoritov. Tretji mehanizem, ki ga pa pri nas najbolj preiskujemo, je pa to, da voda na Luni neprenehoma nastaja, ne. Zdaj, zakaj pa nastaja? Zaradi tako imenovanega sončnega vetra. Zdaj, sončen veter je v bistvu neka zelo neprijetna zadeva, ki na srečo na Zemlji smo pred njim zaščiteni. Se pravi prek zemljinega magnetnega polja in pa prek atmosfere. Medtem ko v vesolju so pa astronavti temu izpostavljeni, se pravi, to so razni nabiti delci. In pač zaradi tega je gibanje astronavtov v vesolju dolgoročno pač precej nevzdržno, ne. Luna po drugi strani nima atmosfere, mislim, da tudi nekega magnetnega polja nima. Torej, tam te nabiti delci, izmed katerih so pač tukaj relevantni protoni, to so vodikovi ioni, pač zadevajo direkt v površje. Površje je pa sestavljeno iz raznih oksidov, se pravi, ne vem, silicijev oksid, ne vem, kaj so pa še železavi oksidi in tako naprej. Izbijajo kisike ven, ali kako? Ja, tako, voda je pač H2O. Zdaj, s temi visokimi energijami, s katerimi te delci pač zadevajo v to prst, se lahko tvori voda, ne. In tako imamo neko ravnovesje, voda se ves čas tvori, ampak po drugi strani pa, ko sonce posije na te, se pravi, na to površje, pa se temperatura spremeni iz -150 na 150 stopinj, plus 150, ne. In del te vode izpari in to je pa neko ravnovesje, ki se ohranja. Zdaj, kaj mi delamo? Mi pač v bistvu, ja, po eni strani najprej obsevamo te kamnine z pač vodikovimi delci, da poustvarimo te pogoje, ki pač nastanejo za nastanek vode. Potem jih tudi izpostavimo določenim pogojem, se pravi, pač segrejemo ali pa kaj podobnega, ne. In potem tudi analiziramo. Zdaj, z ionskimi žarki se da dobro tudi analizirati vsebnost vode znotraj teh kamnin, no. Tako nekako, ja.
Noro. Mislim, zdaj, ko bo Elon Musk iskal prvega maratonca za na Luno, ja, ko bo poslal gor svojo odpravo počasa, ne, mislim, da se lahko javiš, a ne, ker imaš tudi strokovne kompetence, a ne, ker poznaš več, ne, ustvarjanje vode na tem, Kot sem rekel, počasu. jaz to poznam bolj iz seminarjev, ki jih imamo, da pač kdo drug kaj pove, da bi pa jaz tukaj kaj bil resno udeležen, pa niti ne, no. Malo pač, ampak zelo malo. In ti si, se pravi, ko si kot mladi raziskovalec potem tako hitro pač doktoriral oziroma v neki normalni trajektoriji, potem je pa naslednja stvar, da si postdoktorski raziskovalec, študent. Tako je, to je pravzaprav, pa ja. kategorija mlajših članov, kot sem prej rekel. Ne. In če imaš srečo, te pošljajo na priprave v tujino oziroma na Tako je, to se mi je poklopilo. Ja. Se pravi, doktoriral sem 2018, potem sem bil še en let kar v Sloveniji, sem malo iskal kakšen postdoc, pa sem res pol našel, oziroma mi je mentor tudi nekako pomagal z iskanjem na Univerzi ETH v Zürichu. To se mi je tudi poklopilo iz vidika, da je takrat se pravi, sva dobila prvega otroka. Se pravi, Elija je bila glih na porodniški, ko smo se preselili. Prvič je bilo planirano, da se glih za en let preselimo, kolikor je trajanje naše bolniške. Takrat smo se zrihtali, malo bolj na deželi, neko stanovanje smo najeli. Lokacija nam je bila zelo všeč. Potem smo počasi tudi spoznali tamkajšnjo tekaško sceno, no, ki je, mislim, je kar navita. Ampak tudi super, veliko imajo nekih zelo dobrih tekov, no. In moram reči, da iz vseh vidikov nam je bilo teh, na koncu se malo podaljšalo, je bilo let pa pol. Se pravi, teh 18 mesecev v Švici je bilo pač samo v superlativih lahko govorili. No. Res pa, da potem pa dom je pa samo en, ne, tako da potem na koncu ni bilo nobenih dilem, a se vrnemo ali ne. A bi imel možnost, mislim, bi bila dejansko šansa, da bi tudi tam ostal, recimo? Ja, zdaj za nedoločen čas ne vem če, ampak ziher bi pa lahko to še kar nekaj časa podaljšval, no. Ampak ja, pol tudi druge logistične težave, se pravi, Elija je mogla v službo iti nazaj. Ta malega bi tudi v vrtec, pač v Sloveniji je bilo boljše poslati, pol, ker vrtci v Švici so relativno dragi napram slovenskim, no. Res pa, da so tudi plače boljše, ampak ja, ne, smo pol se kar odločili, da bi šli nazaj, čeprav bi lahko še podaljšvali. Ampak praviš pa vse ostalo, te je pa kar navdušilo, recimo kolega Tini, recimo 10 let je že v Švici, v Zürichu. Vem, da je zelo blizu tam, ja, ko smo mi bili. Evo, ja, vidiš, pa ga najbrž si ga srečal kdaj in tako naprej. Vsak teden se mi javlja z neke druge, ali lokalne tekaške lige, ali trail lige, ali teka, kar tako. Se mi zdi, da je tega neskončno mnogo in da imaš teh communityjev, pa teh tekov, pa vsega skupaj res veliko, no, res lahko. Ja, je precej bolj živo, se mi zdi, kot v Sloveniji. Žal pa jaz sem, se pravi, samo jesen 2019 sem res v popolnosti to izkoristil lahko. Sem bil tako, recimo vsak drug vikend na neki zelo dobri tekmi, ali je bilo to kakšna ta prava desetka, ali je bil polmaraton, ali je bila mogoče potem bliže decembru so bili že razni te Neujahrslaufi ali pa Silvesterlaufi, ali kakorkoli se reče, ne. In takrat sem tudi pol res, mogoče sem celo malo manj tekel, ampak sem pa vsak dan se mogel v službo s kolesom peljati 20 kilometrov tja pa nazaj, še 20 nazaj, ne. In to res vsak dan. Tam je tudi infrastruktura je toliko boljša, toliko bolj varnega se počutiš, da v bistvu mi to sploh ni bilo problem iti. Pa tudi parking je bil relativno drag pri nas, no, tako da sem malo šparal. In ja, takrat pol nekako sem imel tudi malo drugačen urnik, sem ponavadi zjutraj šel zgodaj v službo, pol za čas kosila sem šel še malo teč, pa pol s kolesom nazaj in to se mi zdi, da me je v tekaškem smislu pač res izbrusilo. In sem bil takrat, škoda, da je pol prišla korona leta 2020, ker mislim, da če bi šel na kakšen maraton, bi takrat resno ogrozil svoj osebni rekord. Na polmaratonu sem ga celo podaril, Prav, kje pa si v pa na Triki? 10 tudi, ja. Ajde, povej, kje ti je to uspelo? To je pa na polmaratonu v Frauenfeldu. To je blizu Züricha. Relativno velik polmaraton, 1500 tekačev. Tečeš v bistvu iz enega mesta Wil proti Frauenfeldu, ima res nekaj pač padca višinskega. Ampak, ja. Koliko ti je uspelo zvleči? Tako da mislim, da takrat sem tekel 1:13. Zdaj, a bi bilo drugače na ravni progi, mogoče kakšnih 30 sekund več ali pa
1 minuto več, ne, mi ni važno, prej bil moj rekord 1:15, tako da vsekakor vem, da takrat sem bil po moje v najboljši formi do zdaj. Ampak to je bilo pol pa kaj? To je bilo korona prišla. spomladi 2020 ali to je bilo še Ne, to je jesen? bilo še jesen 2019. Tako da ja, spomladi sem imel pa takrat bi se pa začela glih neka ta Ciriška liga, ki je imela precej raznih zelo zanimivih tekov, ampak glih, mislim, da na prvi dan, ko bi pa se mogel prvi tek začeti, je bil pa tisti total lockdown in Konc. pa smo bili pa zaprti še na stadion, mislim, da nisi smel iti, tako da je bilo kar striktno. No. Aha, ti nisi, a si pa sploh kaj tekel takrat? Ne, takrat se je potem lahko si se gibal čisto normalno. Enkrat sem imel edin problem, ker sem pa prišel iz Slovenije nazaj v Švico iz nekih počitnic. To je bilo sicer že čisto na koncu, že leta 2021. Tam je bilo pa pač sem upal, da noben ne bo gotovo, da sem bil v Sloveniji, ker pa seveda je bila neka obvezna karantena v Švici zapovedana, če si bil iz rdečih območij, kar je takrat Slovenija bila, ne. Tako da sem se čez vse meje inkognito, pač tam greš najprej iz Slovenije v Avstrijo, pa potem v Nemčijo, potem spet v Avstrijo, pa pol iz Avstrije v Švico. No, na zadnji meji me je pa Švicar popisal, ne, in sem vedel, da zdaj pa sem v karanteni. Tako da sicer sem vseeno potem, ne, upam, da to zdaj švicarske oblasti ne bojo poslušali, ampak po noč sem vseeno hodil teč, ne, takrat. Takrat sem bil že sam, Eli pa Jakob, se pravi otrok, se nista več vrnila v Švico, jaz sem sam prišel še za en mesec malo urediti stvari, pospraviti. In ves čas sem se pa počutil, kot da sem mal opazovan. Ker slišal sem, da nekega Srba so odsolali pol za 10.000 frankov ali nekaj takega, ker so ugotovili, da je ven hodil. Ne vem, a je to res ali ne, ampak bilo je v lokalnih vesteh, tako da verjetno je bilo res, ja. Prestopnik Jenčič, še to, ja. Kako se je znašel v cajtangih? Kaj novega je izumil doktor Boštjan Jenčič? Zaprli so ga, ker je prestopnik. Po noči je laufal čez meje. Ja, noro. Noro, mislim, ja, koronski čas. Ja, škoda, ja, mislim, škoda, zdaj lahko bi ti, rekel si, ambicije imaš še vedno, no, se pravim, še zmer tečeš maratone pod 3 urami, nam rekel za šalo, ampak ja, lansko leto si tekel, kaj, spet Reggio Emilio, repko po 2:50, a ne? Ja. 2:48, ja. Zdaj sem, pol tudi za tega časa korone, sem tudi en let malo več bil na kolesu, nekako ta manjko tekem je malo, pač nekako mi je motivacijo izbil, tako da spet sem začel pol 2021, malo bolj teči. No, takrat sem vsak let izboljšal svoje čase na 21 pa 42, ne prav veliko, no. Sploh na maratonu nekako ne uspem. Na polmaratonu sem tekel zelo pogosto, da je 1:16, kar nekako bi pomenilo, da bi mogel vsaj tam 2:45, 2:42 mogoče teči maraton, pa mi to še ne rata, no, tako da ja, mogoče pa še bo. Ali pa tudi ne, bomo videli. Zdaj, glede na to, da si omejen tudi na to, da moraš še države zbirati, a na Portugalskem pa še nisi bil, a? Ne, Portugalska mi je, letos sem malo razmišljal, da bi šel v Porto, ampak malo tudi me mika in to je na isti termin kot Podgorica, ker sem bil že lani. In Podgorica je bil pa prvi maraton, kjer pač se mi je pa zalomil ta cilj, da bi pa tekel po 3 urami, ne. Bilo je, mislim, da 3 tedne po Ljubljancu, kjer sem tudi tekel maraton, pa ga kar tekel na polno, mislim, da sem tekel 1:2:50 in pol tam v Podgorici do 1:38 ga je še kazalo, da bo, pa me je pa odrezal, ko sem pa res hodil tisto, da sem imel kilometrske čase na koncu 8-9 minut, no. Zdaj ti bom predlagal en drug maraton. Sam že slišal, ja, za tega Bokeški, ne. Mislim, ja, temperature so prave, ravnina je, izmerjena je, zelo popularen je, mi gremo letos dol po Firpca, to reč, kolega, ki je bil v Podgorici, je rekel, da tja ne bi šel več, bi šel pa nekam drugam v Črnogoro, tako da morda pa še mesec več imaš za trening, recimo. Ajde. Ja, se malo razmišljam o tem. Se pa pokriva z Reggio Emilio. Sej, točno to, ja. Reggio Emilia grem pa zelo rad. Sicer vsak let tudi ne, no, ampak zdaj sem bil 2-krat, pri čemer je treba poudariti, da leta 2024 je bil pa to najbolj brutalen maraton, na katerem sem bil, no. To je bilo pa ponovadi bi mislil, da vročina me ne zdela, ne. Mnogi rečejo, vročina mi ne ustreza, ampak meni se zdi, mogoče se samo meni to zdi, da meni pa sploh še ne ustreza. No, tukaj je bilo pa premrz tudi zame, ne. Kaj pomeni to premrz? Kaj je bilo? Ja, to, da je padal nek leden dež, potem se malo dvigneš tistih 150 ali pa 200 metrov, tam je snežil, je tudi malo zdrsaval, in ti se bil maraton,
kjer jih je končal, se pravi, štartal nas je tistih standardnih 1500, končal nas je 500, mislim, da je kar velikih je bilo podhlajenih, so imeli neki v bolnici prav orang, pač zaradi tega zaseden. No. Tako da, ja, to je bil nedvomno maraton, ki si ga bom zapomnil po ekstremnih pogojih. Vem, da tudi ponavadi sem v tej Reggio Emilii s temi časi svojimi tam okoli 30, 40, zdaj sem bil 8, celo neko denarno nagrado sem pobasal. Profesionalc, mislim. Pokril tiste stroške poti. Benzin je rekel, ja. Ampak evo, vidiš, ko enkrat začuješ denar z maratoni, pol pa roh rečeš, a ne? Pa so rekli, da se to ne splača. Ja, točno to. Pa so rekli, da im sam stroške imel. Ni res, 8 mesto. Ja, vidiš, te imaš, mislim, tebi res ne bo zmanjkalo ciljev, lahko ti predlagam še kakšen maraton, ker imaš tudi dobre finančne nagrade, pa ni take gužve, ampak ta prvo moraš ti te države narediti. Porto je super izbira, mogoče boljš kot Lizbona, je pa mogoče zahtevnejši, ker ima več klancov. Mislim, da je klanci me niti ne motijo to. Bolj, ja, sem videl, Lizbona je bolj zgodaj, pa še bolj toplo je tam. Ne, ali pa reš februarja, mislim, da je februarja. Ja, ne, januarja je Madeira, ne? Madeira je, deva reči, no, da maraton ni bohet kaj, no. Ker je otok spektakularen je maraton za en drek, v tistih krogih lafaš gor pa dol. Hotel sem reči Aveiro, mislim, da je Aveiro, malo niže dol. Kolega je bo letos tam in ni mogel prehvaliti. No. Je pa to, mislim, da v aprilu. To pa je aprila, ja. Sem celo letos malo gledal, da bi šel, ampak potem, ja, te povezave na Portugalsko so kar slabe. Težko je prijeti. Ja, to je res. In to je res, če nimaš sredstva. Z avtom sem gledal, koliko časa bi se mogel peljati, pa je predolge. No, ta kolega je šel z avtom, ampak on je navdušen voznik in se rad vozi neskončne dolge razdalje. No, tako da, kaj to na Irskem, a si živel na Irskem? Nisi bil še? Ne, nisem še bil. Sem tudi gledal malo Dublin, ampak zdaj žreb se mi zdi, tako da potem jaz pozabim na vse te žrebe. Nisem tako organiziran človek, da bi to... Preveč opomnikov, ja, pa moraš si dati opomnike, pa moraš to vse klikati, pa moraš spremljati, daj mail pride, da moraš plačati, ali pa da so ti trgali, ali pa ti niso. Ja, to je že kar velik dela s tem. No. 2017 je bilo čist drugače, kaj je zdaj, no, zdaj je to ratala res norišnica. Zakaj si šel pa v New York? No, ker si imel normo, ker te je mikal? Ja, takrat se dal, normo sem imel in seveda New York pač se mi zdi največji, še vedno največji od maratonov, mogoče bi samo Boston mu dal ob bok, ne, na kjer ga še moram iti, ampak ja, to je bilo, mislim, ni bilo dileme, ne, sem rekel, zdaj pa grem in pol je sicer to kar stresno mi bilo, ker se mi zdaj, kaj pa če bom zbolel lih takrat, skratka, toliko neke logistike je bilo, da me je bilo strah, a zdaj pa če bo to vse v vodo padalo, ne, na srečo se je vse dobro pol iztekalo, ne. Ni to isto, kar za Reggio Emilio, ko pač če zboliš, rečeš, ok, naslednje leto. Ne. In meni je bila to sicer super izkušnja, ampak vem pa, da ne bi pa tja več šel, če bi upal na nek ful dober čas, ker je pač tisto stanje na štartu, kjer Italijani, mislim, vem, da je bil en Italijan, ki je dobesedno scal po nas tam, ko smo mi čakali, ne. Tako da je bilo, mislim, težke noge imaš že na začetku, no. Pa prezebil si mal, pa lačen si že, pa skratka, mogoče bi mogel malo bolj logistično premisliti o tem, kako se na ta maraton pripraviti, kaj vzeti sabo tam na štart in tako. Ampak potem po samem maratonu pa se mi je zdelo super. Mislim, ja, to je edina slabost tega maratona je, da si 4 ure pred štartom že na Staten Islandu, potem pa čakaš, ko ne vem na kaj, ne. Ko živina v Klavanci, ne hecam se, ampak tisti moče če je lepo vreme, lansko leto je bilo recimo lepo vreme, so naši lahko to počakali, če pa veter pa dež, pa lahko vse skupaj rata precej neprijetno, ampak kaj pa, mislim, sam maraton doživetje, vse tisto dretje, pa vse. Tako, mogoče sem skoraj pričakoval več, no, vsi so govorili, koliko je veliko ljudi v progi, vse je res, ampak so pa avenije precej široke in ti pa tečeš tam nekje po sredi in razen par špalerjev nekje, ne, nekako se malo porazgubi. Vsem pa je zagotovo to
bilo pač najbolj živo vzdušje med navijači od vseh maratonov, ker sem bil. No. Pariz je bil manj, ker je še tako večji. Tudi dobro, v Hamburgu, ko sem bil, je bilo tudi relativno veliko navijačev, no, ampak mislim, da vse manj. Ne. No, zdaj 2,45 v New Yorku, ja, je sigurno 2,40, Zdaj se mi kjerkoli zdi drugje. dobro. Takrat sem bil kar razočaran. Aha. Sem malo upal na kakšen osebni rekord, če v to, pa je pač ta logistika ti kar vzame. No. No, pa tudi do koncev mostovi, pa kar nekaj višinskih metrov naklepaš, no, na koncev. Tudi to je, tudi je. Je zihar pač kakšna minutka, ampak zelo je odvisen, kako so ti klanci razporejeni. Ne. Tudi to mogoče v New Yorku niso najboljši, medtem kje druge te pa ne motijo toliko. No. Tvoj najljubši maraton zdaj, ali še kar Reggio Emilia, kamor res skozi hodiš, ali Ljubljana, ki drugega? Ljubljana mi je zelo všeča. Zdaj ja, bom rekel Ljubljana, ne. Moram reči. Letos je pač 30. okrogla obletnica, to pač greš. Pač Ja, letos bom sicer verjetno šel na 21. Zdaj sem bil 2-krat zapored na maratonu, tako da sem rekel, da ne bom skozi v Ljubljani vseh nabojev postrelil. Ampak naslednje leto, ko je 20. obletnica tvojega maratona prvega, to pa moraš iti pa v Ljubljano. To bom pa šel, ja, to bom pa šel. Mislim, ker letos bodo vsi zaradi te 30, ker bodo šli vsi na 42, ne? Tako da boš imel malo manj gužve na 21. Pa moram dobro natrenirati, pa bojo šanse. Ne? To, evo, zdaj tako gledaj. Kategorija sem že taka, da vidim, da pač vsi ti atleti se seveda porazgubijo tam v A kategoriji, ne? Jaz ne vem, sem zdaj B, sem že C, ali kako so točno, pač so različne postavljene te kategorije na različnih tekih. No. Tako da sem gledal tam za okoli 1,15 se da že kar dobro biti uvrščen. Ja. Visoko plasirati, ja, posebej, če bodo šli vsi ostali na maraton, tako da lej, Jenčič imaš. Moram pa reči, no, da v bistvu mi je pa za to čisto vseeno. Jaz za čase se še tako pobrigam za uvrstitve, pa mi je praktično nepomembno. No. Ampak pa si sem trtja ali pa kar pogosto vendarle poklica na kakšne stopničke, no nekaj pa imaš teh lovorik. Ja, na kakšnih teh pač manjših prireditvah ali pa vem, da v Bovcu na tem polmaratonu sem bil kar vedno, ko sem bil med tri, nikoli pa nisem zmagal sicer. No. Tako da ja, neki medalje se nabere, tudi absolutno, ampak ni pa zdaj, da bi bil jaz da bi imel 10 vitrin samo s pokali nabitih. No. Bovcu si bil kaj, tretji absolutno, ali si bil drugi tudi absolutno? No, sem bil 3-krat drugi, pa 3-krat tretji, ali tako nekako je bilo. Vedno je bil pa kdo, ki je bil hitrejši. Ta Bovc 22,5, odlično. Ja. Res, mislim, no, ampak ajde, še priložnost, počasi bojo pocepali tisti, ki ne bojo tja več hodili. Zdaj ne hodiš samo na maraton, ne hodiš na krajše dirke, vem, da si bil v Mošnjah letos, pa v Medvodah si bil, no to sem na Stravi potem ujel. Ja, letos junija sem bil kar na 4 v roku 2 tednov pa pol. Ja, se pravi najprej Medvode, Mošnje, a so Mošnje? Mošnje. To je zdaj odvisen, kjer ga Gorenca vpraša zdaj, ampak v redu je. Mošnje. Rečemo Mošnje. Pa Škofja Loka, ja. Pa Škofja Loka tudi, ja. Pa Radovljica, tako da... Mislim, ampak enega hladenga ni bilo, enega te veter popihal. Ampak se sprašujem, no, mislim, nekateri kar štancajo takole tekme, zame je bilo to preveč. Jaz tam v Radovljici nisem imel ne motivacije več, ne energije, na sonce mi je tudi čisto, da sem nekaj tam odtekel na pol in zaključil. Ja. Tako da enkrat na 2 tedna se mi zdi nekako, to bi še preživel, da bi še pa vsak teden hodil, pa kdaj še vmes kaj med tednom, mi je pa čisto preveč. Da, pa če eni imajo še kar zanos, ja, pa da to počnejo. Lahko celo 2-krat v enem dnevu ali pa 3-krat v istem vikendu, ampak... Tudi to, ja. Je pa resno, mlade noge so druga stvar, če laufaš 20 plus leta, ne, se moraš že kar malo prešparati, ne, pa sej to pa že mi dva vejo oba dva. No, zdaj nekaj mi povej tvoja žena, draga Ela Jenčič, ki morda še včasih bolj znano ime na tekih, ker pobere kakšno lovoriko več kot njen cenjeni mož. Ja, zdaj je to kar praksa, ne. Mislim, a je ona začela laufati zaradi tebe, že prej laufala? Prej je že malo tekla, ampak ni, da bi zihar je potem, ko so se midva spoznala, pa pač postala par, je začela bolj. Ne vem, če zaradi mene, no, prav da ne. Ampak njene prijateljice pa mislim, da mislijo, da ja, no, tako da
Ne vem, kaj je zdaj res. Ja, ona, mislim, da kar je popadla v to, malo me sprašuje za način treninga, tako da to ji malo pomagam. In zdaj, ja, seveda, zdaj, ko greva kam, pač ona prinese domov nek pokal, pa zlato medaljo, jaz pa mogoče eno micano bronasto medaljo nekje tam, pol otroci gledajo, ne, kaj prehtelate. Zdaj sicer že razumejo ta koncept, da so kategorije, no, ampak je pa razlika v performancu pa je. Mami večja carica, kot fotor, ja, je tekel in to človek, ki je dominiral, ki ima klubski rekord v maratonu in tako naprej, pride žena, pa kam pa zlagata vse te pokale pa medalje? Mava neko polico, pa te medalje, ki nama več pomenijo, mava nekje pač na neki omari, neki pač tudi taki letvici. Ostale so pa v škatlah, ne. Vseh pa tudi ne moreš imeti razstavljenih, tako da pa številke pa take stvari. Ni še toliko, da bi zmanjkvalo prostora. Mislim, ampak letos, a si preštel, če bi te zdaj vprašal z glave, veš, na kolikih tekmah sta bila letos? Ja, mislim, zanjo vem, ona je bila zdaj v bistvu samo na teh 4, oziroma 3, ona ni šla v Škofjo Loko, pa na maratonu v Radencih prej. No, tam je šlo pa meni boljš, kot njej, no. Žal je ona odstopila na 30. nekaj tajskega. Nekaj je imela s trebuhom težave in ja, tam so pa pač otroci videli, da tudi mama ni nepremagljiva, ne. Mislim, to je kaj božga družinsko rivalstvo, da ne bo samo Boštjan doma pucal vecejev pa pomival posode, skozi, že to rekel, to počnem že 2 leti, lahko enkrat zmagam v družinskem dvoboju, bravo. Otroci so večkrat z vama na teh potovanjih, tudi slovenskih, tujih, ali so v varstvu vmes? Ne, ponavadi jih ne vlečeva s sabo, edino v Radenci, ne, tam imajo pa bazene, pa toplice. Prej ne vem, če smo že kdaj bili v toplicah, in ko smo bili lani, jim je bilo to pač super, ne. Tako da pol sta prav prosila, da bi šla letos spet. Pa rada gresta tudi na te otroške teke, no. To, kar v Radencih sta bila zdaj zelo navdušena, v Bovcu gremo ponavadi tudi skupaj, pa na Ljubljanski maraton gresta tudi, drugače jih pa v bistvu ne vlečeva s sabo. Se mi zdi, da imata takrat druge stvari raje počneta, tudi če najdeva kakšno varstvo, sta po mojem bolj zadovoljna kje drugje. Pošteno, raven toliko izpostaviš temu, da se moče malo nalezeta, poknadej pa, da bi se tega dolgočasili. Najbolj možna taktika. Boštjan, si tekmovalen človek, si mal ali ne? Ne, nisem, mogoče tako, da bi kdaj me to popadalo, ampak v resnici ne bi rekel, da sem, ker na primer, če sem v zadnjem kilometru z nekom ramo ob rami, pa da bi zdaj jaz rekel, za vsako ceno ga moram premagati, ne, ni tako. Ponavadi, ne vem, bolj me zanima, kako bom pač jaz napram samemu sebi se odrezal. Če kakšen osebni rekord ali pa kaj takega, to mi ogromno pomeni. Če pa pač sem 5. namesto 6. ali pa 2. namesto 3. ali pa tudi 3. namesto 4. je pa bolj ali manj vseeno. No, zdaj so te močeteli fantje, zdaj že poznaš in z Gorenjskega in širše pokal, zdaj si že dobro poznate rivali med sabo, ne? So te kdaj povabili v kakšno sredino, da bi treniral še s kom, ali si se kdaj pridružil kakšnemu skupinskemu treningu? Ne, me je, oziroma nekaj časa me je kar vabil tale Urban Hafner, ki je zdaj pri Modrih dirkačih. Z njim se tudi poznava še iz teh časov na Rocnu. Ampak nekako sem jaz, mogoče je to namen, da sem jaz neprilagodljiv, da nikoli ne vem, ali bom šel zvečer, ali bom šel zjutraj, kdaj bo čas, pa potem nisem najboljši trening partner, ne, tako da kar se teka tiče, sem mogoče bolj samotar glede treninga, no. Tako da nisem, da bi s kom prav posebej treniral zdaj v zadnjem času. Imaš pa vse tvoje treninge prosto in javno objavljene na Stravi, ja? Ja, to imam prevzeto, pa itak zdaj ura sinhronizirana na telefon in potem takoj na Stravo in skratka, jaz še preden si čevlje dam dol, je že vse na Stravi, brez da bi jaz vedel. Pa se mi, da bi skrival, ne. Pravi, vse skrivnosti Boštjana Jenčiča so prosto dostopne vsem tvojim sledilcem, zdaj pa, če kdo hoče tole pokopirati, mirne duše lahko to naredi, pa da ga vidimo. Tako nekako je. Dobro, jaz sem šel na hitro pogledat, kaj, 4500 km v letu narediš, to ni
to pomeni, da res. Ne, sem kar priden, ne, vsej. Ampak je treba povedati, da jaz kar veliko kilometrov je precej počasnih. Ne vem, če mi to sploh zdaj pomaga, verjetno bi pomagali, da bi kaj naredil malo hitrejšega, da bi se malo bolj pomatral kdaj na treningu. Ampak po drugi strani pa ne gledam teh kilometrov kot nek trening vseh, kdaj seveda se malo nekaj strukturirano pomatram, kdaj grem pa pač teč tako, ne vem, ali mi kaj pomaga tisto, da grem teč 5-15 na kilometr, kurco pa še malo ali mi ne, ampak pač to počnem, ker grem rad, grem na kakšne potke, ki so malo bolj osamljene, malo bolj v gozdu, mi je všeč in prijem zadovoljen domov, tako da ja. Jaz mislim, da ti pomaga, prideš zadovoljen domov, narediš nekaj v coni 2, 1,5, karkoli že je ta tvoja cona, ne? A spremljaš, kje te srčne utripe pa te? Nekaj časa sem imel merilce utripa, naprav ta na okoli pač se pravi prsi, ampak zdaj trenutno ga ne uporabljam, kar je pol malo nadležno, ker moja ura, ne vem, nekaj narobe ta na zapestju merim, potem več čas misel, da ali preveč treniram, ali premalo treniram, skratka, teži mi, po domač povedano. In si rekel še ena reč več, mi pa ne bo težila. Ampak res, no, imaš prav. Imaš prav. Moja ura, jaz vam na uri vse sklopljen, tako da mi nič ne teži, jaz ne težim, če mi ugasne kdaj vmes, ampak se tudi ne sekiram prav preveč. Ampak glej, sej, da bi jaz travo pogledam večkrat, pa včasih hitro dol zaprem, ker mi marsikaj, kakšni podatki ne pomenijo nič, ne, se pa rad pomudim v kakšnem tvojem zapisu, ne bom rekel vsakič, ampak ki je bolj žmohten, ne. Recimo, en je bil naslovljen Kurba pernata me je ponovno napadla in to človek mora pol prebrati, kjera pernata ga je, ne, še kar ne vemo, res, kratka zgodba, ki cel filmček, ne, kjera je bila ta pernata žival, ki te je pikirala na te? To je bila neka vrana, je pač že 2 leti nazaj je dvorila tam pač nekje na našem rajonu, pa letos spet, no, in letos to sem pa prebral, da tako branijo svoje mladiče, da pač če vidijo človeka, da ga začnejo odganjati, ne. In prvič me je tako malo oplazila, drugič se mi je pa orang zaletela v glavo, tako sem imel do krvi, pa malo se mi je tudi vrtel, ne. Odtekel sem še vedno do konca, no, tako da ni bilo očitno tako hudo, ampak ja, pa sem videl, da je kar orang. Zdaj treba je pa povedati, ne, če kakšna kletvica uporabim, se mi zdi, da mogoče, če kdaj kaj lepšega napišeš, ne, pa bolj slovnično pravilnega, pa pač nekako čustveno bolj pozitivnega, lahko kdaj tudi kaj malo bolj žmohtnega, ne, se pravi, da si celosten človek, ker konec koncev neka kletvica mogoče pač je res grda beseda, ampak grdo besedo mi smatramo zato, ker nam nekaj pove, nekaj mogoče o čustvenem stanju, o pač nekem mindsetu nekoga. Zdaj, če nekdo skozi grdo govori, je to nekaj o njemu pove, ne. Če pa pač vsake toliko malo, to se mi zdi pa nekako rad vsake toliko malo dam iz sebe. Mislim, kako lepo, to si pa lepo zdajle v besedi, to mi je pa všeč. Ja, tudi tisti roj mušic, ki te je požrl, tam pač ne bi mogel drugače sformulirati kot pač si, a ne? Ne bom zdaj nič, sami si poiščite, pogledajte Boštjanovo stravo, pa si preberite. Mislim, to so pač zgodbe, ki jih pač piše življenje tekača in pač včasih rabijo stvari postaviti pa povedati take, ki so. Ja, tako da. Prav. Kaj si hotel za Alabamo pa z Benjom povedati s tisto pesemco? Nisem uspel. Ne, takrat sem pa samo izjemoma slušalkami tekel in se mi je ta pesem vrtela. To je vse. To je pa 5:15, vse si predstavljam. To ni pač za 4:02, ampak to je za 5:15. Ja. Benjo pa vrhunsko, res fajn. Če ti ura vmes crkne, če ti kaj prenese na stravo, tudi ne delaš iz tega največje drame. Ne, ja. Ne, me pa to malo iritira, priznam. Lih zdaj sem imel probleme z Garminom in pač nekako se mi zdi, da ni isto, a grem teč brez, a grem teč z dim, pa vem, da to pač nima smisla, ne. Ampak hitro sem jaz že čist moj 1 let nisem tekel z uro, pa sem pa hitro imel uro, no. In od takrat sem pač navajen teč z njo,
verjetno bi teke brez ure od takrat lahko preštel na prstene roke. Tako da ja, pol me je to malo znerviralo, no, če kakšen dan pa kaj ni bilo zabeležen. Pa ne zato, da bi na Stravi mi je vseeno, v bistvu imam jaz neko svojo Excelovo tabelo, še vedno si zapisujem, tam pa pol, da približno pravilno vnesem v številke. Res pa, da zdaj itak ni več problema, ker za vsako pot že vem približno koliko je kilometrov, no, tako da... Bilo že iz glave napisal 7 km, pa 12 km, 1:02 in tudi če bi pogledal doma na uro, če smo že pri tem, pa bi to zabeležil. Zanimivo, ne? Zanimivo, če nečesa ne zapišeš, če nečesa ne zabeležiš, kot da nisi naredil. Zanimivo. Ne, sej vem, da to ni tako, ne? Ampak ja, nekaj se ti zdi, da manjka. Ne vem, pač tako sem navajen. Tudi opažam se, da kad tečem zelo pogosto, ker gledam na uro, ne? Pač naredim tale gib, takole, dvignem roko in se mi je že zgodilo, da mi je kdaj vmes baterijo crkvna, ne? Pa sem še vedno vsakih, ne vem, 200 metrov, pač, ja, in se nisem mogel pač ustaviti, da tega ne bi počel. Ja, enkrat sem te videl na teku, ja, mislim, da si se pelil ravno čez avtocesto, tamle v Šmartenu, pri Britofu, ja, pa sem videl, da meditiraš v svojem koraku. Zdaj te srečujejo ljudje, te zdaj poznajo v lokalnem okolju, ne brsi, a ne, pač Boštjan Jenčič, maratonec. Ne vem, če me poznajo. Poznamo se tako vsi, ko tečemo, se pač poimensko poznamo na tem območju, drugače pa ja. Zdaj se mi zdi sploh tukaj pri nas je toliko nekih tekačev pa ljudi, ki hodijo na Šmarno gora, pa tako, da tudi če tečeš vsak dan, ne izstopaš toliko, da bi se ti ljudje zapomnili. Pač vidijo vsak dan 20 ljudi, ki tečejo mimo, po mojem se ne zapomnejo jih posameznika. Razen če imamo kakšno res upadljivo majico ali pa kaj takega, ne? Ali pa to, ja. Bi se ti že zapomnili, ja. Ampak, ajde, to ti bojo za 40. rojsten dan kupili kakšno tako majico, to te bodo v lokalnem okolju bolj opažali. Ja, točen. Boštjan, letošnjem koledarju, na kaj se sta prijavljena ženo, že kje bosta zdaj poleg Ljubljane? Zdaj najprej greva v Helsinke na maraton. Tam sem sicer že bil, ne? Ja, kako to? Nekako, se pravi, sprva je bila ideja, da bi Eli probala za Boston normal teči, mislim, da je samo še do septembra čas, ne? Ampak pol vmes itak sva se tudi za naslednje let za Kebenhavn prijavila, tam je bil nek žreb, pa so bila izžrebana, tako da zdaj greva tja in Boston sva itak že pozabila, no. To bo nek sproščen izlet, zdaj sva si bo vzela malo časa za naju dva, ne. Potem pa, ja, še Varšavo grem, ko ste bili lani, ne. Zelo lepo, zelo hiter maraton, ja, tako. Ja, Ljubljano na 21, pa še ne vem, najbrž še kaj. Eli spet navija za Reggio Emilio, lani je bilo všeč, je bila ona prvič. Jaz sem malo gledal tega črnogorskega, ne, ampak zdaj mogoče bo vsem letos še šla tja, ne vem. Mislim, Eli hoče spet pokal vzeti, ali pa kaj tazga se. Verjetno, ja. Čeprav ne, v Italiji je pa to težje, ne. Tam so pa kar našpičeni vsi, ja, našpičeni. No, se pravi, trenirati treba, nekaj, žena zdaj, ko so se mi da pogovarjala, je šla itak na trening, to se ve, a ne, je rekla, če ti naučeš koristnega delal, bom se jaz nekaj naredila, ti si svoje odteku, jutr, pač business as usual, a res tako je na morje, ki je na dopust. Pa smo bili zdajle 2 tedna v bistvu, no, tako da smo navajeni malo višjih temperatur, kot so tukaj v Ljubljani. Na morju je, mislim, jaz ne vem, zakaj ljudje pridejo na morje in tam drugače ne tečejo doma, pa grejo pa na morju teč, ne, veliko takih vidim. Ker na morju je meni pač, ne vem, safer, bom rekel, ne, teč tudi počas. Res pa da paše pol, ko se direkt greš skopat, no. To je edina dobra stvar, ja, od vseh tiste vročine, sparine pa klancov, to je res, ja. Ampak ja, ljudje se hočejo imeti aktivne, to je popularno, da je aktiven dopust, ja. Aktiven, da prideš domov bolj polomljen, ko si tja šel, ne, če ne brez veze, ne, če ne si denar vrgel preč, ja. Boštjan Jenčič, ja, zdaj bo počasi že noč, nevihte še ne bo, sam še na hitro, a ne, ker to te bom vprašal, ker tale epizoda bo šla ven
po finalu svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga nebrž nimaš časa spremljati, pa vseeno zdaj sta znana finalista Španija, Argentina. Zdaj bova to napovedala tlele, evo, vsak svoj rezultat, pa bova pa videla, koliko so brcali v temo. Ajde, ta prvi ti. Jaz sem vedno navijal za Francijo, ne vem zakaj, kot otrok sem začel. Tako da, odkar so zgubili, mi je malo dol padel, ampak zdaj bom navijal za Španijo vseeno. Pa recimo, da napovem 1-0 za Španijo. To sem hotel jaz reči, pa bom zdaj rekel, evo, bom rekel 2-1 za Španijo. Evo, tako, pa da vidva, kako bo Argentina vse skupaj razbila, pa ne postavlja na laž. 314. epizoda, spoštovane, zagovorila in spregovorila marsikaj sva z dr. Boštjanom Jenčičem, ki je zdaj na poti na svoj 38. maraton, ja, svojo drago ženo. Zaenkrat ima še kakšno medaljo, pa pokal več, pa to dolgo ne bo. Pozdravljam tudi njo, seveda na tem mestu, Boštjan. Tebi pa hvala, no, da si vzel čas, pa da sva malo počakala, pa evo, računam, da je na kakšni od prihodnih odprav, v prihodnih letih, se pa naše poti spet križajo tudi na ta način. To pa nedvomno, ja. Zdaj sem že velikrat vem, da sem izkazal nek interes, pa potem zahinavo, ampak vsekakor spremljam vašo spletno stran in pač čakam. Kakšnega imaš v dobrem? Imaš še kakšnega v dobrem, ja. Tako. Pogovarjala sva se nekaj v Afriki, to ne vem, bo kaj, pa ne Cape Town, kaj je zdaj, ampak malo bolj eksotične lokacije, ne vem, bo to kaj. Daj mi kakšen predlog mi daj, evo, lahko mi ukužeš s kakšno idejo, evo, pa jo bom tukaj. Jaz sem ti dal že predlog za tale Kilimanjaro maraton, ne? Pod Kili, se ta maraton je drugače tudi pol na koncu, nam rekel razočaranje, ampak je nekaj posebnega, ampak pride tja je kar izziv, no, in ja, to je kar izziv, mogoče še večji izziv kakam drugem, no, ajde, ta je nekje v februarju. Dva sem še gledal, sta mi zanimiva, en je Kigali, v Ruandi, ta je, predvsem, je malo bolj eksotičen, no, ampak tudi Ruanda je nekako Afrika za začetnike, pa tale Victoria Falls v Zimbabveju. Sej ne pričakujem, da boš zdaj naslednje leto to organiziral, ampak mogoče... No, ampak ja, naslednje leto najbrž ne, ker gremo še v Južno Afriko, ampak potem pa sledijo, v letu 28 pa že prav gotovo, malo bolj eksotične destinacije, naj si bo afriške, naj si bo južnoameriške, naj si bo azijske, ampak več pa enkrat, ko se vidva v živo, pa še kakšno rečeva, pa izmenjava kakšne ideje. Tako, Boštjan. Hvala za povabilo, Bilo mi je čast. Tudi meni. Tudi meni. Evo, počakala sva na pravo epizodo, tako da... Hvala ti. Dober laufi naprej. Hvala tebi. Enako. Adijo.